Eno stvar sem odkril, da nisem butal za jezike, kot sem mislil pač po mojih 6 letih nemščine, ker nisem mogel v nemščini pač imeti govornega izpita, niti 5 stavkov nisem mogel povedati enega za drugim. Matej Sedmak. Usvajanje jezika poteka avtomatsko z delom možganov, na katerega ti nimaš kontrole in je popolnoma neodvisen od tvoje volje, želja, česarkoli. Tako kot prebavni trakt. Ti dobiš jezik noter, če ga na pravilen način posrkaš, potem ga boš govoril, če ne posrkaš na pravilen način, ga ne boš. Kar je začnem takoj delati, v trenutku, ko se začnem ukvarjati z jezikom, najprej me zanimajo zvoki. In recimo, če bom se začel učiti, ne vem, kitajščine, prva stvar, ko bom poslušal, bo ni hao, najprej bom najdel melodijo in ritem, kar je glasba jezika. In glasba jezika je tista, ki jo moraš ti najprej usvojiti. Če ti nimaš glasbe jezika, je džabe, da ti delaš karkoli drugega. Ali pa da se neke besede učiš ali karkoli, ker nimajo kam iti. Ker te besede ne bojo imeli nobene tekočine. Ti moraš nekaj poslušati, da ne razumeš in potem rabiš ti se marinirati v tem, kar ne razumeš vsaj nekaj sekund, da lahko ti potem ugotoviš, kaj to je in potem še enkrat poslušaš in enkrat razumeš. Začenje besed, aplikacije, Duolingo, to je vse to totalno brez veze. Večina vas, ki to gledate, niste naročeni na naš kanal. Z ekipo nam bi ogromno pomenili, če to naredite. Tisti, ki že subskrbate, pa najlepša hvala. Brez vas ni tega podcasta. Če pa slučajno med vami kdo, ki bi rad finančno podprl, imamo pa tudi svoj YouTube membership program. Zdaj pa uživi v pogledu epizode. Zdaj mogoče začeti tako, da mi poveš malo več o tem, kaj zdaj počneš, s čim se zdaj ukvarjaš, pa bo pa malo backtrackala skozi otroštvo, ta early teen years, pa do te točke, da prijeva nazaj. Ok. Tako da po moje najbolj tako začneva. Z veseljem. Ajde. Ti, kar jaz zdaj delam, je jezikovno usvajanje. Jaz sem odkril tako tekom svoje poti okrog sveta in raznih teh stvari, ki sem jih počel in kraju, ker sem bil, ljudi, ki sem jih srečal. Eno stvar, ki sem odkril, je, da nisem butal za jezike, kot sem mislil pač po mojih 6 letih nemščine in pol tistem mojem slavnem izpitu, ki sem ga imel na faksu, ker sem mislil, da bom ponavljal faks na FDV-ju, ker nisem mogel v nemščini pač imeti govornega izpita, niti 5 stavkov nisem mogel povedati enega za drugim. Wow, okay. In pol sem v bistvu iskal način, kako se učiti novih jezikov in kaj se tam narediti. In sem v bistvu odkril formulo, na nek način. Se je mogoče, če povem zgodbo, šel sem na pot okrog sveta pred 20 letih in pustil nekako faks sem dal na pauzo, cel life sem dal na pauzo, zdaj bom iskal sebe, da v bistvu vidim, kdo sem, kam grem, kaj sploh hočem delati v življenju. In pa sem šel potovati, tako rucak, kitara, $200 in zahod. Zahod, se pravi Amerika? Ja, proti, mislim, Italija. Aha. Ja. Prav kaj, backpacku? Ja, mislim, backpack, štopu. Ja. In pa sem eno stvar, kar se jeziku tiče, sem razmišljal, da če bi jaz bil v neki državi, recimo v Italiji, pa bi se lažje naučil italijansko, če bi bil recimo, skratka, mislil sem, da je bil tudi tisti glavni problem, zakaj se nisem jeziku mogel učiti. In jaz sem bil v Italiji, se začnem učiti italijansko, italijanske pesmi, italijanski jezik, neke aplikacije sem si dal do takrat. In sem upal, da bom kaj spregovoril. Zdaj, ni mi uspelo, tako sem šel naprej v Francijo, sem se začel učiti francoščine in spet 2 tedna nobenega znaka, da bi jaz kaj te jezike govoril. Pa sem šel naprej v Španijo, sem rekel, zdaj bom imel pa mesec pa pol Camina de Santiago, hodil sem celo pot, 30 dni in sem rekel, zdaj pa mogoče čas, da res spregovorim, tako sem res naredil tak sistematski plan, vsak dan na tem delu, neke stvari sem poslušal, se pogovarjal z ljudmi, skratka, besede sem se učil in na koncu po mesecu pa pol nisem mogel nič v španščini povedati. In po sem ugotovil, pa sem, ko mi sem čakal iti v bistvu v državo, ko govorim jezik, ko sem letel v Ameriko in prišel v New York in končno, ko sem šel čez imigracijo, sem rekel, ok, zdaj pa lahko se pogovarjam normalno. Ker angleščino sem pa nekako med 17 in 19 letom v bistvu usvojil, tako da jo imam. In štopam po Ameriki med New Yorkom pa Miamijem in potem iz Miamija do Atlante in prijem v Atlanto in tam sem v enem tečaju v bistvu tam, kako se učiti. Učiteljica bila Millicent Sinclair,
bilo je ni. Kako se učiti na splošno ali jezik? Ja, veš, v Ameriki imaš vse te možne stvari, ne vem, how to become a memory master, how to become a super reader, how to become Tako sem bil pač v tej delavnici in pol mi omeni tale učiteljica, nek smo se o jezikih pogovarjali, pravi, veš, za jezike smo pa vsi naravni talenti. Se rekel, veš, kaj ti ne poznaš mene. Jaz res nisem naravni talent za jezike. Pravi, ne, si. Ko bi to zgledalo, zakaj? In pravi ona, a ti veš, kdo so poligloti? Ne. To so ljudje, ko govorijo 5 jezikov ali pa več. A veš, da vsi poligloti trdijo, da ni to del njihovega talenta, ampak je metoda, ki so jo spoznali, razvili, iz katere so pol nadaljevali. Nisem vedel tega. In pol reka, to je znano dejstvo, da vsi poligloti, pač ko so v svetu, kdorkoli že je, vedno ima neko tehniko, metodo in pravi tudi ti, če želiš govoriti jezike, lahko najdeš metodo ali pa jo razviješ in pol govoriš tuje jezike. Tukaj sem pa odprel oči, a to se res da? Reka, in pa sem rekel, kakšne pa so te metode? Reka, ne vem, nisem poliglot, ampak imam nekaj izhodišča za to, ne? In pa se dej povej mi, kaj veš o tam, ne? Reka, eno stvar, ko sem videla, ne, v svoji karieri, učenja, da jeziko se nikoli ne smeš začeti učiti skozi oči. Vedno se jih mora začeti učiti skozi ušesa. Ok. Tako ko pač otroci, ne, najprej začneš z zvoki govoriti, pol kasneje branje. Ok, zanimivo. In pravi, druga stvar je, z jeziki se moraš igrati, ne jih študirati. Pravi, jeziki so tako to je taka velikanska databaza znanja, ko ti probaš dobiti, da vse, kar lahko ti narediš, je, da se igraš z njimi in da probavaš, ne pa da študiraš, ker skozi študij ne boš nikoli govoril jezika. Ok, zanimivo, to je bilo prvič v življenju, da sem imel tak pogovor. In pol vstopam v Mehiko takrat in sem rekel, super, jaz sem v 2 tednih se zdaj navadil španščine, dal sem si prav tak 2-tedenski plan, sem rekel, in jaz bom govoril tekoče, kar se zgodi, čez 2 tedne nisem govoril tekoče, ampak sem bil pa na vezi prek maila z Millicent in me pač pravi, ne nehat, nadaljuj, kar to je prava pot. In tako jaz nadaljujem in 10 tednov od točka, ko sem stopil v Mehiko, v bistvu sem vse, kar sem znal v španščini reči, je no puedo hablar español, do you speak English? To je bil vsa španščina, ki sem imel v glavnem, ne? In pol pač po 10 tednih, kar se mi je zgodilo, nekaj tega, kar mi je takrat Millicent tudi reka, ko se začneš učiti jezike, je reka, takrat moraš počakati na preboj. Ti pač probaš neke stvari in potem čez nekaj časa se zgodi in tako, ok. In tako se zbudim eno jutro v Mehiki, bil sem v Cancunu, v hiši enega para, ker mož ni govoril niti besede angleško. Pa eno mačko so imeli. Moj odnos s tistim tipom je bil podoben odnosu s to mačko. Oba sta imela neke zvoke, nič nisem razumel. In pol sem vstopil tam, več jutro se zbudim, imel sem sanje v španščini, to je bilo zanimivo. Prvič v življenju. In pol vstopam v dnevno sobo in rečem, buenas. Buenas. In pol začnem pogovor. In ugotovim, da tip je bil v Indiji, en del njegovega življenja, imel je guruja tam, učil se je duhovnosti in on meni razlagal, kako meditirati, kako razmišljati, kako imeti kontrolo nad svojim umom. Takrat sem 20 let star, vse, kar sem iskal, je tako razsvetljenje, hotel sem spoznati resnico o svetu, o življenju. Jaz sem ga poslušal in srkal vse, kar je rekel, probal stvari, tako, me je bilo to noro. To je bil v bistvu moj prvi prijatelj v španščini. In povezala so se s tistim gospodom, pač res je bil en tak mentor mi postal. In tako je bil moj začetek španščine. In pa sem šel naprej na Kubo, tam sem v bistvu čisto nov naglas spoznal, v bistvu videl, kako preklopiš iz enega naglasa recimo v drugega in kako se v bistvu, kako začneš posnemati za ljudmi in sem v bistvu govoril kot Kubanc po 2 mesecih Kube. In takrat sem pristal sicer v zaporu, to je mogoče zgodba za kasneje. In pa sem šel naprej v Mehiko in prišel sem na koncert Santane. Takrat pač ravno iz zapora, tako so me deportirali ven iz Kube, pristal sem v Mexico Cityju in prišel na koncert Santane, tam sem spoznal 3 mlade pač ljudi, 2 punci in enega fanta. In z eno od teh punc sem pol se
spoprijateljiv malo bolj in tako sva postala par čez kakšen teden. In to je bilo po 4 mesecih mojega nekako usvajanja španščine, bil sem popolnoma tekoč, ona ni govorila besede angleško, ampak ker je bilo pa zanimivo, pa ona je bila knjižni mol, tako brala, nisem mogla ostati. In kaj sem jaz delal z njo, dobil sem eno knjigo tudi v roke in sem jaz bral in Tanja, kaj je to? In sem pač prebral in par tako romanov in včasih tako se prav spomnil, tako sem ležal na posled, ko je bila, mislim, sam štarmaci na tleh, tako taka revna hiša, kjer so živeli, sem se pač priselil zraven, njena mama rekla, ok, ti si moj 4. otrok, pridi zraven. Jaz tako tam ležim, na si posebej ona se spomni, tako stoji in mi deklamira tele poezijo, argentinske poete, pač in ona mi deklamira in jaz se vprašam, kaj je to, kaj ona mi razlaga s strastjo, to je on tu mislil in skratka, to je bil en del mojega življenja. Njena sestra takrat bila v 3. razredu, imela naslovnično knjigo in jaz sem tisto prebral od začetka do konca in takrat sem v bistvu prvič ugotovil moč slovnice. Jaz v trenutku, ko sem tisto slovnično knjigo prebral, sem začel pisati v španščini. Enkrat sem lahko eseje pisal, sem lahko razmišljal, kako pač te različne stavke. Jaz sem napisal 16 strani dolgo tezo, v bistvu ene ideje, ki sem imel za en projekt. V španščini. In pol različnih stvari, v glavnem ona me pustila, ni bila tudi ta prva punca, ki me pustila, je bila pa tudi ta prva situacija, ki me punca pustila in sem bil žalosten v španščini. In to je bilo res zanimivo in sem takrat šel v center mesta in kaj žalostni ljudje delajo, sem se vsel in sem začel pisati poezijo. In sem napisal eno pesem za njo, eno pač, kako se reče v slovenščini, pojem. Serenada, mogoče. Nekaj taka, ja. Pač prišel sem nazaj v čez par dni do njene hiše in sem mi pač čisto predstavil, kaj sem napisal in je bila ful ganjena in pol sem rekel, mira Tanja, sabes que es muy importante para mí es que pues preservamos la relación que lo tenemos y que pues que podemos ser que podemos ser amigos y pues ¿cómo te parece si vamos a viajar por unas 2 semanas y rekel, ja, ok, in sva šla v glavnem potovati skupaj in ratala ful dobra frenda in bil tako res tak dober zaključek zgodbe. Ampak kar je bilo zanimivo, da v tem procesu sem gotovo, da moja španščina je zaključena. Tako vse imam v španščini, kar sem in rabim in bom kdajkoli rabil. Res tiste občutek v angleščini, tako da res nič več ne rabim narediti. Ne da poznam vsako besedo, ne da čisto vse razumem, ampak tako zaključena. In to je bilo meni tako noro. Jaz nisem nikoli v odraslem življenju nisem izkusil, da ne bi nič govoril jezika, če 6 mesecev zaključen. In takrat sem začel to raziskovati, to pač kaj se je z mano zgodilo, ker večina ljudi, ki sem jih spoznal, tudi v Mehiki ali pa kjerkoli, tujci se niso navadili jezika, tudi po 5 letih, 10 letih so nekako govorili na pol jezik. In pol, v glavnem, še par jezikov kasneje, pa sem prišel nazaj do tulk nemščine, da sem lahko naredil tisti ustni izpit z 8. V bistvu v 3 mesecih sem, v bistvu v 1 mesecu pa polno sem naredil tulk nemščine, da sem naredil tisti izpit in sem imel občutek, da imam zdaj to super moč, da lahko se enega jezika hočem naučiti, se ga naučim in tako sem 29 prišel na japonsko, nič govoril japonščine, pač mogoče 10 stavkov in spoznal eno punco, ki mi je bila všeč, se odločil, da se bom poročil z njo in pol sem se odločil, se naučim japonščine, kar je bil sicer večji zalogaj kot španščina, ampak 6 mesecev kasneje sem bil v eni tako sobi z neonskimi lučmi in sem v bistvu predstavljal moj jezikovni program Japoncem in tako sem pač govoril v angleščini, moja žena je pač prevajala v japonščino, govoril v angleščino, prevajal v japonščino in neki točki sem rekel, Mina-san, hontoni no, gengo no kaku to gengo no gakusho wa zenzen chigau no koto desu ne. そしてそれは大事なことです。Sem rekel, pač jezikovno usvajanje ali pa jezikovno učenje je popolnoma druga stvar, to je res pomembno. In tako, na to no nihongo na to no nihongo wa ino, ne. In potem sem začel japonščini z njim pogovarjati in takrat smo imeli ful prodaje, tako se je ful ljudi prijavljalo na program in takrat se v bistvu začela moja ta jezikovna pot. Prvo podjetje, ki sem ga ustanovil, jezikovno Life Language Bootcamp na japonskem. 5 let sem v bistvu učil Japonca angleščine. Imel sem 468 ljudi, mislim, da pozval sem točno številko in
njihova medijanska, pač ta medijana njihovega napredka bila 450%. In takrat sem v bistvu gotovo, da imam nekaj norega. In prišel sem nazaj v Slovenijo, naredil sem takrat drugi jezikovni projekt in pa moj tretji jezikovni projekt je bil z Američanom, s poliglotom Gabrielom Weinerem. In takrat sem v bistvu videl, da sem v 6 mesecih sem naredil produkt in to je postal multimilijonski biznis v enem letu. In sem vedel, wow, tukaj je trg tega, kar jaz počnem. In pa sem v bistvu ustanovil podjetje Language Magic Adventures z namenom, da gremo v Ameriko. V Sloveniji smo takrat naredili pilotni projekt, dobil sem investicijo in pa sem v Ameriki ustanovil Language Magic Adventures in v bistvu to je zdaj to, kar počnem. Do zdaj smo naredili na $4 milijone prometa, imeli smo, mislim, da čez 2000 ljudi, ki so šli čez ta proces in v bistvu smo ugotovili, da v 28 dneh lahko narediš v bistvu jezikovni preboj. Zdaj sem v bistvu edina firma na svetu, ki to delam. Se pravi, biznis model je, da učiš ljudi osvojiti jezik v čim krajšem času. Kaj pa je merilo, da jaz jezik obvladam? 2. Eno je, na koncu imaš ti 30-minutni pogovor s svojim prijateljem, ki si ustvaril prijateljstvo v teh 4 tednih. Aha. In potem imaš 10-minutni speech v končnem jeziku. Se pravi, gre zelo na praktično, bravo. To je pa, in potem stranka se odloči, ali je bil tu preboj ali ne. In če ni bil preboj, lahko smo pač odgovorni, da vrnemo do 100% denarja nazaj. Bravo. Ja. Kaj pa so ponavadi razlogi, da ne naredi nekdo preboja? Zdaj, po izkušnjah, teh ljudi ima približno 1,6%, mislim, ki zahteva denar nazaj. Ja. Ljudje pa, ki ne naredijo preboja, ponavadi želijo še enkrat ponoviti avanture. Teh imamo več, približno 10%. Zdaj, jaz sem se osebno dobil z vsako osebo, ki ni uspelo narediti preboj. In kar je bil večinoma problem, je bil, da na naši strani nismo jim najdli ta pravega prijatelja. Prijatelj pa deva to definirati. Je pa neka fizična oseba, ki jo vi najdete za nekoga. Aha. Ja, mi imamo v bistvu prijateljski oddelek. Ampak ta prijatelj je native speaker tega jezika, ki se ga on uči? Ali? Ja. Aha. Ja. V bistvu, kar smo mi ugotovili, da pri jeziku, brez pač človeške povezanosti, ni možno ustvariti preboja v jeziku. Wow, ok. Jaz sem v bistvu imel par tisoč ljudi, v bistvu, ki sem jih intervjujal in nekako pač se z njimi pogovarjal o tem, kako jim je uspelo spregovoriti v novem jeziku in niti enega človeka nisem srečal, da bi tu uspel narediti brez prijatelja. Brez da bi imel en odnos v tem jeziku. Zakaj misliš, da je to tako pomembno, da je tak faktor? Meni se zdi, da zato, ker ljudje smo v prvi vrsti smo človeška bitja, smo v bitju ljudje, ne? Ja. In tu bitje, recimo zdaj se mi pogovarjal o slovenščini, nisva mi dva ne probava govoriti slovensko, ampak sva govorca slovenščine. In tu bitje govora slovenščine je prišlo od nekoga. Začelo se s najno mamo, očetom, s zgodnjimi prijatelji. In v bistvu ta resničen odnos, ki ga ti zgradiš z nekom, je tisti, ki nosi sabo jezik. Ful štekam to, ker jaz imam prijatelja, ki je iz Rusije. In mi je enkrat eno zanimivo stvar rekel. Je rekel, da ko on govori v ruščini, se počuti, da je drug človek, kot pa ko govori v slovenščini. Ker je bila druga identiteta. Drugačen, tudi mogoče malo drugačen smisel za humor ima, drugačen tempo govora, drugačne mimike obraza, zvok drugačen, ne? In tle, mogoče je to nekako povezan s tem, ne? Če pa ti dobiš native speakerja, te bo pa on potegnil noter tudi v to energijo tega jezika, ne? Mira, por ejemplo, cuando hablo español, para mí, yo soy una persona completamente diferente, porque pues estoy pensando en unas cosas que no estoy pensando en inglés o esloveno y pues es algo completamente diferente. Sí, claro. Čist nova identiteto dobiš, ko govoriš v to. Itak, ja. Zakaj misliš, da je tako? A si kdaj študiral to? Jaz sem tu študiral zadnjih 20 let. Hudo. Daj mi malo pel kle noter. Ja. Veš, ljudje smo v bistvu kot vrsta, ne? Recimo, nobena vrsta, mogoče primati do neke mere, ne? Ampak nobena vrsta ni tako odvisna od komunikacije, kot smo ljudje. Mi smo se v bistvu razvili skozi komunikacijo, postajamo, kdo smo skozi komunikacijo in odnose. In mi smo kot vrsta šli prek tega preživetvenega instinkta in v bistvu uporabljamo komunikacijo kot neke vrste, poznaš koncept seksualnega ornamenta?
sexual ornament, ne vem, ko se reče to v slovenščini. Ampak, veš, recimo pav, ne? Zakaj je pav razvil recimo to, pač njegovo perje, je v bistvu zato, da samec lahko privlači samico, ne? Zdaj, kako smo mi razvili našo seksualno ornamentacijo, je skozi jezik, skozi komunikacijo in skozi intelekt, ki ga ti izražaš skozi jezik. Se pravi, govoriva, ko rečeš komunikacija, govoriva o govoru, o jeziku. To je to, kar imamo ljudje drugače. Recimo, širina jezika, ne, je nekaj, kar privlači v bistvu tudi ljudi med sabo. Zakaj recimo imaš ti svojo ženo in jo te recimo privlačno na začetku, zakaj je mene moja žena. V veliki meri najna komunikacija in tukaj sva si znala povedati. Ne. In v bistvu kot vrsta, ne, mi je to del preživetja vrste, je v bistvu postal jezik. Se pravi, jezik je najbolj osnovna identiteta, osnova vsega pač preživetja vrste kot ljudi. Tako jaz mislim, tudi ne bom rekel, da to znam, ampak tako razmišljam. Ne? In potem ena izmed stvari, ki jo tudi imamo v našem jeziku, je tudi jezik je neke vrste obramba tvojega veš, razmišljam v angleščini in prevajam v slovenščini. Vse lahko poveš v angleščini. Tribe, ko rečeš tribe v slovenščini. Plemena, oziroma skupnosti. V bistvu plemena, skupnosti, ja. Se pravi, tvoje pleme, ne, tvoja skupnost je tista, ki govori ta jezik. In ne sme biti enostavno usvojiti nek jezik drugega plemena in da ti priješ tja in potrkaš na njihovo jamo in jih ubiješ se v spanju, ne. Tako da, to je en tak zelo pomemben del identitete. Zato recimo je takojšnja diskriminacija nekoga, ki ne govori tako dobro v jeziku, kjer pride sem in ga odpikaš. Ne moreš si pomagati. Ali pa če priješ v Ameriko, pa recimo ne govoriš angleško kot Američani, je tvoj, ne vem, income je 30% recimo nekoga, ki govori kot Američani. Ja, štekam, ja. Tako, to je tista najbolj osnovni identifikator, ki ga imamo pri ljudeh in v trenutku ti pade poslušanje do nekoga, ki recimo ne govori jezik v naravni govorec, a on ni naš. Ne? In v bistvu jaz sem se lotil reševati tega. Najprej pri sebi, ne? Recimo na Japonskem, jaz sem komaj čakal, da sem prišel do točke, ko sem ta prvič doživel, da sem poklical v neko ustanovo in niso vedeli, da nisem Japonc. To je bilo meni tisti tako, to je to. Ne? In v bistvu sem na nek način razbijal kodo tega usvajanja jezika, iz koščka na košček in na tak način smo naredili mi 100 strani dokumentov, ki jih imamo pač kot podjetje, ki smo v bistvu razvili to celo metodologijo v ozadju, kaj narediš z ljudmi, da dejansko prebijajo to bariero in da lahko pridejo bližje in bližje naravno govorcu. Se pravi, na vas se obrnejo ljudje, ki bi se želeli naučiti tujega jezika. Ja. In kaj je razlog za vašo veliko uspešnost, je ta framework, ki si ga zdaj omenil? Mislim, da ja. Zdaj, mogoče razlogov več, ampak... Daj me malo pelsko z njega. Torej, kaj je to, kar ga sestavlja, kaj si se naučil, zakaj deluje? Ja. Moj zadnji framework, pač precej, moj so dva taka frameworka imamo, ki razlagajo našo metodo. Eno je 5 cilj, drugo so 3 elementi. In 5 cilj, 3 elementi plus 1, recimo, ne? 5 cilj je ta, da usvajanje jezika poteka avtomatsko z delom možganov, na katerega ti nimaš kontrole in je popolnoma neodvisen od tvoje volje, želja, česarkoli, ne? To je tako kot prebavni trakt. Pač ti dobiš jezik noter, če ga na pravilen način posrkaš, potem ga boš govoril, če ne posrkaš na pravilen način, ga ne boš. In tukaj smo mi videli, da je 5 cilj, ki vodi to celo zadevo. Ena sila je recimo, daj mi za primer, kakšen jezik bi ti rad govoril? Ja, se lahko dava na mojemu primeru, recimo. Evo, da bi se jaz želel naučiti, rečva špansko, ker si še toliko španščine noter. Bi si tu želel, recimo, če bi si izbral, recimo en tak jezik, bi si izbral španščino ali kaj drugega? Drugače, načeloma sem ruščino, mi je bila zelo zanimiva. Španščino sem se pa že učil. Imam rad toplino. Ja, ampak povej mi, kateri jezik bi bil jezik tvoje izbire. Recimo, če rečeš, zdaj bom investiral 1 leto mojega življenja v ta projekt, kateri jezik bi si izbral? Moja španščina. Cool. Se pravi, začne se tako, probi mi zdaj približno 30 sekund govoriti v španščini. Donde estas la toaleta?
Ne, ne morem. Brez slovenščine, probi. Še malo. Non. Okay. Ja, zmrznil sem, stari. Pa sem že kaj povedal v španščini, sem zdaj pa ne morem. Lahko prova z ruščino. Ne, v redu je. Okay. Kar sem hotel, da doživiš, je silo izražanja. A si videl, kot je zdaj, tvoji možgani so šli v popolnoma drugo brzino kot prej. Naenkrat je vse, kar so tvoji možgani delali, so postali kot sesalci, iskali so vsak košček španščine, ki ga lahko dobiš. Bravo, ja, res je, ja. Ja, in to je ta sila izražanja. To ni nekaj, kar ti delaš, pa se trudiš. To silo ti v bistvu, ta sila poteka in srka iz tebe jezik, da lahko ti govoriš ven. In to ta sila, ki je prisotna pri slovenščini, pri angleščini, pri vsakem jeziku, ki ga ti imaš, je v bistvu nastal na tak način, da je ta sila iz tebe srkala in končni del te assembly line of a factory, spreče tudi en taka tovarna, takoči trak. Ja. Ta zadnji del je ta govor, ki v bistvu kar se sproducira v tvojem govornem organu, oziroma tisti končni del izražanja, je končna postaja jezika. In to je ta sila izražanja, ki jo zdaj si doživel. Ja, zanimiv, da je res prišla blokada iz tega konstantnega razmišljanja, kjer besedo ne rečem, kjer stavek ne rečem. In ti si mi rekel 30 sekund in je bilo zraven še to. Pa kva me 30 sekund govori, jaz 2 sekunde zdaj ne morem govoriti. Ja. Se sploh nisem v bistvu nekako prepustil temu, da bi mogoče kaj povedal, ampak je bilo bolj tako iskanje, tako kot si rekel. Ja, sem tle v bistvu ne gre za blokado in razlog ni v nečem drugem, kot v tem, da v tvojem jezikovnem rezervoarju ni dovolj španščine. Ja. Vse. Ja. Karkoli se ti učiš v jeziku, to je v bistvu, ne vem, taka masturbacija tvojega prefrontalnega korteksa. Ne vem, učenje besed, aplikacije, Duolingo, to je vse to totalno brez veze. To je tako, da bi igral Snake, recimo. Duolingo sem jaz imel, ja. Ja, brez veze, nič ne dobiš iz tega. Ker gre v drugi del možganov, kot tisti del možganov, ki ga ti rabiš za govor. Recimo, iz kje ti zdaj črpaš slovenščino, ko se pogovarja z mano, je v bistvu iz nekaj, če pogledaš, v ozadju tvojih možganov, je pač ta Varneke regija, povezana z Broca regijo, auditornim in motornim korteksom, in v bistvu iz te regije, ki mi imenuje jezikovni rezervoar, v bistvu ti črpaš jezik med tem, ko govoriš. In to delam popolnoma nezavedno, oziroma ni nekaj, kar kontroliram. Ja, tako kot zdaj, ne? Tako kot zdaj, to delam popolnoma nezavedno, ni nekaj, kar kontroliram. To nisi ti najprej razmišljal, pa potem iz razmišljanja dal govor, to pride direktno. To pride direkt, ja, res je, bravo, ja. Ja. Ok, hudo. Se pravi, zavedanje tega je nekaj, zaradi česar tvoj framework oziroma nekaj, kar delate, zgleda kako. Ja, kako zgleda zdaj ta proces? To je ta prvi del, ne? Okay. Zdaj začenjava, to je prvo poglavje. Super, ok, mi bo sploh pelo, čisto vrhunsko. Ja. Okay. In gledam tako, to je prva zadeva za spoznati, da tu morajo biti sile, ne trud. Se pravi, ti se ne moreš nikoli naučiti jezika prek truda, ti se ga lahko naučiš prek razumevanja sil, ki vodijo jezikovno usvajanje, in potem se moraš ti prepustiti tem silam. To je prva sila, je izražanje. To druga sila izražanja. To druga sila je potem sila človeške povezanosti. In to je v bistvu tista sila, ki v jezikovnem rezervoarju ustvari element jezikovnega kisika. Torej, jezikovni kisik je tisto, kar daje jeziku življenje. No, in če veš, koliko ljudi na svetu govori tekoče latinsko. Latinsko? Se pravi, to bi gledal, ok, verjetno zelo stara populacija. Nula. Ok, ja, jaz sem šel tam okoli 100 jurjev, sem hotel reči. Ne, ker ta zadnja oseba, ko govori latinsko, je umrla 1500 let nazaj. A res? Ja. Ni se ohranilo? Ne latinščina. Iz latinščine so se drugi jeziki razvili. Ja, valjda, ja, romanščina in ja. Ja, ampak latinščina kot taka pa nikoli. Pač to. Z zadnjim človekom, ki govori jezik umre. In od takrat dalega ti ne moreš več
rekonstruirati razen v zelo redkih primerih. Recimo hebrejščina je bila rekonstruirana strani, pozabil sem Ben, ne vem, komu je ime, pač tako je rekonstruiral hebrejščino v 60 letih. Zato, da je pač hebrejski narod dobil nekako svoj jezik, ampak je bila rekonstruirana novo, se pravi, nova hebrejščina ni isti jezik kot stara hebrejščina. Na podlagi, recimo, tekstu stare hebrejščine se pol naredil jezik nove hebrejščine. Ampak glavno, veš, latinščina recimo pa ni bila nikoli rekonstruirana, razen pač, skratka, nikogar ki bi lahko imel tak podcast, recimo v latinščini, se pogovarjal recimo o svojih občutkih, o teorijah, ne vem kaj v polnosti latinščine. Latinščina je mrtev jezik. In ti se lahko naučiš besedišče tega jezika, lahko se naučiš slovnična pravila latinščine, ampak bo tako mrtev ta jezik, kot je zdaj tvoja španščina. Pač ti se tako učiš, recimo, španščine, kot se učijo, ne vem, učenjaki latinščine. Da se učiš nekaj besed na pamet, nekaj slovničnih pravil, potem ti veš nekaj o španščini, znaš ti mogoče povedati nekaj o tem, neke besede, ne vem kaj, ampak to ni jezik. Jezik, ta duh jezika, ne, ki ga recimo zdaj mi dva imamo v slovenščini, lahko prije samo prek človeškega stika. Ni druge možnosti. V našem primeru, recimo, mi imamo ta prijateljski oddelek v podjetju in skozi ta prijateljski oddelek pač mi dobimo pravega prijatelja zate v španščini in potem se ti v bistvu spoprijateljiš, si postaneta blizu, se povežeta in skozi to povezanost in bližino in prijateljstvo v bistvu pač dobiš ti španščino. Se pravi, v bistvu dobiš nekak tutorja skozi, oziroma boljš mogoče accountability buddyja do neke mere, a ne? Nekoga, ki s tabo skozi trenira. Jezikovnega sopotnika. Ok, rečva tako. Profesionalnega prijatelja. Ja. Mi se pravimo izogibati ljudem, ki so imeli izkušnje kot tutor ali pa učitelj, kar je tu, pač to je popolnoma nasprotje tega, kar mi počnemo. Ker ne učijo, ampak samo govorijo oziroma se samo pogovarjajo in to je bistvo, da se ti naučiš jezika. Ti rabiš imeti nekoga, ki ti nekaj pomeni. In če ne najdemo ti nekoga, ki ti nekaj pomeni, nam je že spodletela misija. Kaj pomeni to nekoga, da ti nekaj pomeni? Kako bi to definiral? Nekdo, ki čutiš neko povezanost, željo po komunikaciji, željo po bližini, željo po tem, da postaneš prijatelj, da nekaj ustvariš skupaj, da nekaj zgradiš. Se pravi, nekdo, ki ga pač preprosto začutiš kot svojega človeka. Tako. Ampak kako vi to ugotovite za nekoga drugega? En vprašalnik imamo, gre na to. Ki pač ugotovimo njihovo pač osebnostne točke, kdo to je in tako dalje. In potem imamo mi en pool 300,000 ljudi, s katerih mi rekrutiramo nove pač te sopotnike. In potem imamo pa tudi že 150, približno 100 do 120 sopotnikov, ki so že strenirani na naši strani. In mi v bistvu smo šli čez tudi oglaševanje, recimo mi smo oglaševali po celem svetu, smo imeli oglase, postani profesionalen prijatelj kot poklic. Ali pa kot side job, recimo, ne? In smo dobili tisoče CV-jev, recimo, noter raznih ljudi in smo iskali v bistvu ljudi, ki so talentirani v tem, da so dobri prijatelji. Tu so ljudje, ki so resni, ki so točni, ki so tako res željo po pomoči nekomu, zanimivi, imajo zanimivo življenje, ki ga sicer živijo. In take zanimive ljudi smo v bistvu mi dobili noter, da so pa ti jezikovni sopotniki. In ko ti spoznaš tega človeka, recimo ne, če ti spoznaš Alejandro, ki živi v Miamiju iz Hondurasa drugače, buenas, ¿cómo estás? Qué bueno, sí, he escuchado de ti. In ona bo toliko zanimiva s tabo, da te potegne noter in vse, kar si ti želiš razumeti. In pa imamo eno tehniko, kaj narediti, recimo, ko ona bo govorila samo v španščini. Ti ne boš nikoli slišal v govoru kakšen drugem jeziku kot španščine. Govori samo v španščini in potem bo ti tipkala v angleščini, recimo, kaj je rekla. In ona ti bo recimo rekla, ne vem, ¿Qué estás haciendo ahora? What are you doing now? Ti bereš. What I'm doing now? Estoy doing podcast. Estás haciendo podcast. ¿Con quién? With whom? ¿Con quién? Tengo un huésped aquí que pues con quien hablo. Oziroma ti boš rekel, recimo, ne, I have a guest here. Huésped. Ti huésped. In se v bistvu vida pogovarjata o nekom, pač o nečem, kar tebi ful zanimivo. To bo
to bo najboljše pol ure tvojega dneva. To je tako zanimivo, tako ne moreš nehati. Ja, plus to zame ta radoveden del mene, a ne bi kle skakal od veselja. Totalno. Tako pa še v nečem si začetnik, kar je spet gut, a ne? Ja, Sam, kako pa pomagate ljudem razbiti oziroma se znebiti tega občutka imposterja, celo mogoče do nekega vsiljivca, ki ti govori, pa da si sploh ne znaš govoriti, da je raj tih bot, a ne? V sramoto si boš naredil zdaj kle. ti bom pokazal. Ja, Let's say that you are learning English and that I'm your language companion, right? Because Okay. the guests will also understand. Okay, so I'm your language companion. My name is Matej. Your name is Jure? yes. Okay, great, Jure. Hey, I'm here to become your friend. Okay. And that's my purpose. And the question I have for you is, so I'm going to ask a couple of personal questions. Is that okay? Yeah, sure. Hey, tell me, if you could choose any person in the world, doesn't matter whom, who would you choose to be your dinner guest? Like anyone from the history Dead of or humanity. alive? Dead or alive, anybody. Oh, shit. Michael Jordan. Wow, why? Because I want to feel what his presence feels like. Wow. I love it. This has got to be some deep aura. Yeah, I want to be part of that meeting. Crazy, man. Awesome. Tako se začne. In v glavnem, mi imamo 24 vprašanj, skozi katere ti postaneš prijatelj in ti ne razmišljaš o jeziku, ma nič. Ti cel čas razmišljaš o tem, kdo je ta človek. A res tu si ti se odkrivati sebe, razlagati. Ti cel čas razmišljaš o tem, kako se povezovati in v kakšno globino je tu v pogovoru. That's it. Ja, ker ena magija je v tem, da te nekdo resnično iskreno sprašuje o tebi. In če ti dobra vprašanja postavlja, kle se ful zbližaš. Ne? Ja, ful, noro ful. To vprašanje, ki si mi ga zdaj postavil, je tako eno izmed boljših. Ja, Ker je refleksija plus ful pove človeku o tebi, ne? ja, Ki te ja. spoznava. ja. A veš, koga bi jaz povabil, recimo? Jaz bi povabil zdaj Mohamed bin Salmana. Poznaš, veš, kdo je? Saudska Arabija, Crown Prince. Je pač Ne. ta de facto leader Saudske Arabije. Ja. Okay. Ja. Zakaj? Oni imajo Expo 2030. Ima populacijo, mislim, da 19 milijonov ljudi, ki ne govori angleško. In to je njihov en glavnih roadblockov do tega, da dejansko kot nacija, da v bistvu postane to, kar si želijo biti v svetu. In jaz si želim jim pokazati, ko lahko v 1 do 2 let spravim milijon njihove populacije, da govorijo angleško. Hodo. Ja. Se pravi, ti bi se dobil z njim, da mu pičeš idejo. Ja, ok. Ja. In da razvija, to je bil največji projekt v zgodovini, tak artificialen do neke mere projekt jezikovnega osvajanja. To bi nekaj tega kot narediti, ne vem, Hoover Dam, recimo, pač to je res nor projekt. To bi tako človeštvo bi videlo, kako izgleda jezikovno osvajanje v praksi. Mi bi tam postavili nove televizijske postaje, nove šole, pač cel kup enih stvari bi naredili v angleščini, ker veš, jezikovno osvajanje mora vedno biti concealed, mora biti skrito, ne smeš nikoli vedeti. vedeti. Ja. Ne sme biti očitno, nikoli ne smeš ti vedeti, da si ti v usvajanju španščine. Jaz se zdaj recimo učim francoščine, zdaj sem v 4. tednu. In moja jezikovna sopotnica je Melody, ki je čist nora, to je tako huda ženska. Jaz ko mi čakam, da se mi pogovarja, jaz sem tako totalno notar in zdaj mi je recimo posnela en tak, in vsakič mi posname en tak govor, ne, pač po tem, in zdaj na zadnje mi je posnela tole. Dej tako pred Mike, po moje se vsno Ce sliša. soir, je vais partager le pire souvenir de Matej. La Ce gorge avec. n'était pas il y a très longtemps. En août 2024, il a traversé une période extrêmement difficile avec son Matej mi je delil svojo najhujšo izkušnjo svojega življenja. In pojma tako, veš, tekst. Tako da lahko kliknem, ne, ker zdaj tukaj moram pogledati. Point ne voulait plus continuer cette vie-là. Ja, in v glavnem se ne... A je tvoj app?
Ja, ne, to ni naš app. Mi kupimo take najboljše appe na svetu za jezikovno osvajanje, ki jih ponavadi ljudje ne uporabljajo, ampak so tako res taki profi appi, ne? In pol mi jih nekako personaliziramo za ljudi, ne? Au point où sa femme était à bout et ne voulait plus continuer cette vie-là. Žena mu je pač rekla, lej, tega življenja, ki ti zdaj vodiš, jaz nočem biti več del tega. Elle était partie au Japon avec leur fille et ne voulait plus rentrer en Slovénie. Je pač šla na Japonsko s hčerkami in rekla, jaz se nočem več vrniti v to življenje, ki ga ti vodiš. Il a compris de manière très dure que ses actions ont des conséquences. D'après lui, quand Alema a commencé, il avait obtenu un investissement qu'il a dépensé un peu trop vite, avec une grande vision. Ja, in v glavnem pač on je dobil investicijo, ki mu ni mu uspelo pač jo spraviti v življenje in je pač je bil pač tak res težki del. V glavnem, tako zgleda lekcija, ne? In jaz jo razumem jo zato, ker sem šel čez to lekcijo in imam eno 10-minutno vajo, ne? In tu je pa v bistvu druga sila vnosa, ne? Tukaj je sila pa človeškega stika, zdaj pa sila vnosa je pa tudi, da ti poslušaš, bereš, gledaš nekaj, kar te zanima, kar hočeš vedeti in potem ti iz tistega iztisneš jezik ven in na tak način ti v ta svoj jezikovni rezervoar v bistvu dobiš koščke jezika, ki so v bistvu skupki besed. Ker ti skozi skupke besed, v bistvu skozi jezikovne koščke ti lahko izraziš. Zato pač iz teh koščkov besed mi zdaj recimo spravljava ta najin pogovor skupaj. Niso tu iz besed recimo samih, ne? Ja, besede so neki predvidevanje, kjer besede grejo skupaj, so pa te verjetno, ki ti proces opišejo tvorjenja tega. Točno tako. In na tak način se tudi recimo trenira ChatGPT in Gemini, recimo te pač umetno inteligenco, ne? In na tak način se tudi naravna inteligenca trenira. In v glavnem tu je ta tretja sila, je sila vnosa, ne? Druga si rekel. Ta prva je sila izražanja, ta druga je sila človeškega stika, ta tretja je sila človeške povezanosti, ta tretja človeška stika povezanosti, human connection. Ta tretja je sila vnosa, force of input. In to ti lahko vnašaš nekaj, samo kadar te res to zanima. Točno to sem te hotel vprašati, se pravi, v bistvu so vprašanja in proces narejen tako, da ni to zdaj nek small talk, ampak da se gre kar hitro v stvari, ki te dejansko zanimajo, zato ker takrat, kaj si bolj dovzeten in zaradi radovednosti ali preprosto... Zdaj, vsaka od teh sil ima nek čist svoj mehanizem, ne? In vsak ta element, recimo ta element kisika, ne, ki sva mi dva zadela, pride skozi človeški stik, to je bitje. To, ko se ti odpreš človeku, o čemer, ko se še pogovarja, se ti odpreš zraven, pa poteka tudi sila vnosa skozi ta proces, ampak sila vnosa ni tukaj najmočnejši del, niso ti pogovori z jezikovnim sopotnikom, ampak je tvoje gledanje filmu raznih pač, ti dobiš približno 10 ur gradiva pripravljenega zate, ki ga ti skozi različne aplikacije konzumiraš. Torej, ti v bistvu konzumiraš ta proces, ti konzumiraš te vsebine in skozi konsumpcijo teh vsebin ti v bistvu dobiš jezik. In ti dobiš stotine besed na tak način. Recimo, jaz imam zdaj v moji francoščini, zdaj sem v 4. tednu, če pogledam na aplikaciji, jaz imam zdaj recimo v dejanskem pač razumel, koliko imam besed, sem da pogledam all time. Evo, jaz imam zdaj 945 besed. V svojem vokabularju bi lahko rekla. Ja, ki jih poznam, pa 629 besed še ne poznam. Ne? To je samo v tej aplikaciji. Imamo 4 različne aplikacije in skupno imam po mojem enih 1500 besed, enih 2000 besed, čez kjer sem šel. Recimo v ta drugi aplikaciji jaz poslušam novice vsak dan v francoščini. In na tak način jih poslušam, da pride do takojšnjega razumevanja. Se pravi, jaz poslušam in potem lahko kliknem na besede in med samim gledanjem in poslušanjem takoj vidim, recimo, zakaj se nekaj prevede. Ja, ampak tu ti ne smeš nekaj gledati s podnapisi. Če ti gledaš nek s podnapisi, sila vnosa ne bo šla. Tako. Ti moraš nekaj poslušati, da ne razumeš in potem rabiš ti se marinirati v tem, kar ne razumeš vsaj nekaj sekund, da lahko ti potem ugotoviš, kaj to je in potem še enkrat poslušaš in enkrat razumeš. To je ta sila vnosa, ne? In tu je v bistvu ta proces, ki mora biti tega, da ti nekaj ne razumeš, potem se soočiš s tem, da ne razumeš, si želiš razumeti in potem v naslednjem koraku ti to usvojiš. In ko ti usvojiš, potem koščki jezika skozi znanje, izkušnje in spomine pridejo potem noter v tvoj jezikovni rezervoar.
In potem je trening, repetacija. Ne? Enkrat, recimo, enkrat, ko sem jaz poslušal tole in razumel, ne rabim nič več iz tega, kar zdaj razumem. Razumeš, ja. In ne rabim nič. Čeprav nisi razumel verjetno vsake besede posebej, si razumel kontekst oziroma sporočilo. Tudi vsako besedo posebej razumem. Ja. Zdaj, ne znam jo reči, recimo, če me zdaj vprašaš, kaj to je. Pa da bi ponovil, ne? Recimo, da me zdaj ti vprašaš do francoščine, tu povem, kaj sem razumel, bom rekel, je ne sais pas, je parle plus le français, mais bois que mélodie, mais je ne sais pas, jaz lahko recimo, zdaj precej v francoščini govorim, ampak ne bom recimo tega mogel, mislim, probal bom zdaj skozi te različne stvari, ampak kopenih lukenj imam v produkciji francoščine, ne? Ja. Ampak lahko se pa pogovarjam zdaj že 15 minut, recimo teh 30 minut v francoščini. In čeprav ne vem niti, ko se reče, jaz bi mogel recimo v francoščini. Niti osnovno poznam, ampak jezik pa nekako kar usvajam kot celoto že, ne? In tu recimo zvenim precej francosko. Tu recimo zdaj, ko se začnem pogovarjati o francoščini, je pense le français, pour moi, le français est très joli, elle est longue, magnifique, qui est très, très important et je suis très content quand je parle le français. In jaz recimo zdaj začnem razmišljati tako, neha me zanimati, kaj se ljudje mislijo o meni, ko se začnem pogovarjati o francoščini. To zdaj vidim. Recimo moj pač ta francoski jaz je popolnoma drugačen od angleškega, japonskega, španskega in tako dalje, ne? Ja, ampak dokler ti ne usvojiš jezika do te mere, da si rečemo native, ne tako, kot si ti usvojil recimo španščino ali pa angleščino, se dogaja en velik del razmišljanja zraven, kad ti govoriš, ne? Ne, quand je parle français, je ne pense pas. Okay. Ne razmišljam, ker ti nikoli ne rabiš razmišljati, ko govoriš ti, ali imaš ali pa nimaš. Ali imaš ali pa nimaš, res je, ja. Ne boš si zmislil ta prave besede, ne? In če rabiš ti razmišljati o tem, kaj boš rekel, potem tega nimaš. Ja, bravo, ja. Bravo. In to je zdaj ta sila, zdaj tukaj še ena sila, je sila posnemanja. Force of mimicking. Ja. Zdaj, kar ena stvar, ko opažaš, recimo, ko govorim iz te jezike, je, da jih govorim precej podobno naravnim govorcem. Tate oba nihongo demo, ne? Ewa, dajđe na koto deske do. In lahko recimo, pa čisto naredim iz mojih ust instrument, skozi katerega teče jezik na tak način, kot ga naravni govorci govorijo. Zato, ker sledim tej sili posnemanja, ne? In v bistvu, kar jaz začnem takoj delati, v trenutku, ko se začnem ukvarjati z jezikom, najprej me zanimajo zvoki. In recimo, če bom se začel učiti, ne vem, kitajščine, ne? Prva stvar, ko bom poslušal, bo ni hao, ni hao, ni hao ma, ni hao ma, ni hao ma, 我会说一点普通话说的不好，可是我说的英文很好。Najprej bom v bistvu gotovo to... Prav nekak flow. Ja, najprej bom najdel melodijo in ritem, kar je glasba jezika. In glasba jezika je tista, ki jo moraš ti najprej usvojiti. Če ti nimaš glasbe jezika, je džabe, da ti delaš karkoli drugega. Ali pa da se neke besede učiš ali karkoli, ker nimajo kam iti. Ker te besede ne bojo imeli noben tekočine. Tu mi imenujemo tekočina jezika, ne? V jezikovnem rezervoarju. In ta tekočina jezika se poveže z jezikovnim kisikom in z jezikovnimi hranili, ne? Ko so pač te besede. In ta tekočina jezika je tisti nekak element, ki povezuje vse to med sabo. Zanimiv. Zdaj sem razmišljal, ker si to govoril o tem, kako dejansko res različni jeziki oddajajo čist drugačen vibe, flow. Ne? Če gleda italijanščino, ki je taka, da se ima pojem ne. Pa imaš pa neko nemščino, ki je pa ostra, ki pa seka, ali pa ne vem, japonščina. Vsak jezik ima svojo glasbo. In ko ti ujameš glasbo jezika, imaš to. Se pravi, je to zelo pomembno, da v bistvu tudi, ko imaš ti tega frenda, buddyja, kakorkoli, prijatelja, da tudi njegov način probaš. In to je v bistvu ta druga funkcija teh prijateljev. Ne? Ena funkcija, da postane tvoj prijatelj, ta druga funkcija, da začneš ti govoriti kot on ali pa ona. Tako v bistvu ljudi, ko jih zaposlimo za ta projekt, pač oni grejo na projekt, imajo dva deliverable. Ne?
Eno je, da postane tvoj best friend v jeziku. To drugo je, da ti začneš zveneti kakor oni. To je njihov job. In v bistvu, kar bo na koncu vsake sreče naredil ta prijatelj, ne, bo v bistvu rekel, ok, zdaj pa začneva delava mimicking, ne, recimo, če je italijanščina, bo rekel, io parlo italiano, ma non molto bene. Io parlo italiano, ma non molto bene. Io parlo italiano, non molto bene. Io parlo italiano, ma non molto bene. Io parlo italiano, ma non molto bene. Io parlo italiano. Io parlo italiano, ma non molto bene. Io parlo italiano, ma non... Adesso melodia. Io parlo italiano, ma non molto bene. Io parlo italiano, ma non molto bene. Io parlo italiano, ma non molto bene. Adesso io parlo italiano, ma non molto bene. Io parlo italiano, ma non molto bene. Molto bene, benissimo. Štekam. Ja, na tak način, ne? Ful dobro. Ja. Dejansko je največji poudarek v bistvu na tem, kar je zares ta pomembna stvar, torej kako zveniš, kaj pride ven, niti ne toliko, koliko ti veš o jeziku, kakšna so pravila jezika itd., ampak dejansko greš takoj v prakso in skozi prakso se ti v bistvu vse naučiš. Mogoče oversimplified. Imaš še vse en ta del zraven. Ja, veš kaj, v bistvu zdaj sva šla čez 4 sile, ne? Imaš tukaj silo izražanja, silo človeškega stika, silo posnemanja in silo vnosa. Vsaka od teh sil ima svoj del, ki je pomembna, tako kot v fiziki, ne vem, imaš pri planetih, imaš, ne vem, silo gravitacije svoje, potem imaš silo centrifugalno silo, imaš recimo, ne vem, silo, skratka, vsaka sila v fiziki ima svoj pomen, ni da ena je bolj pomembna od druge, ne? Ampak pomembno, da ti razumeš te sile, da veš na kakšen način jih uporablja, zato osvojiš. Je pa tukaj še 5. sila, ki jo pa še nisva omenila. To je pa sila zaveze. Sila zaveze se zgodi, ko ti recimo podpišeš pogodbo za gradnjo hiše, na ključ recimo, ne? V trenutku, ko ti podpišeš pogodbo in narediš prvo nakazilo, takrat se zgodi ta sila zaveze med 2 strankama, med tabo kot stranko in med izvajalcem. In ti kot izvajalec si ne moreš prvoščiti tega ne dostaviti in ti kot stranka si ne moreš prvoščiti, to ni dostavljeno. In ta povezava med 2 subjektoma, ki ima obema pomembna ta zaveza, se imenuje sila zaveze. In to je ena najmočnejših sil. Mi smo imeli na Japonskem ljudi, ki so plačali, veš, mimogrede take storitve, ki jih imamo mi, to je vedno par tisoč evrov. To ni nikoli, ne vem, to ni nekaj, kar lahko ti dobiš tako storitev za, ne vem, par 100 evrov, se ne da. Ker ne moreš ohranjati podjetja, tako kot ga imam jaz recimo s takimi stroški, ko ga imaš za high-ticket storitev. Ne? Za high-ticket storitev rabiš ti imeti research zadnji, rabiš imeti pravno službo, rabiš imeti ljudi, ki so res vrhunski vodniki recimo, rabiš imeti ljudi, ki res obvladajo. Recimo za jezikovno usvajanje mi ne moramo dobiti ljudi na svetu, mi jih moramo strenirati iz nule, da nekdo sploh razume jezikovno usvajanje. To je ful drag projekt. Recimo nastane nekje 50 do 80 jurjev samo držati to podjetje recimo v preživljenju, ne? To je ful draga stvar. Koliko, je to leten strošek, mesečni strošek? Mesečni. Ja, mesečni. To je mesečno, ne? Ja. In toliko pač stane, ne? In to je moče tudi za ljudi, ko jih kdajkoli zanima, recimo se delati z ljudmi, kot smo mi, recimo pač profiji na nekem področju. Tu je zmeri, ja, to je šport, ko nekaj stane, pa tudi se rabiš ti vključiti noter kot partner, ne? Ja. In ta sila zaveza, veš, ko ti podpišeš pogodbo z nami, recimo, in ko se ti zavežeš, ok, jaz bom govoril jezik. That's not a joke. Mi bomo dali 6 ljudi ti na tvoj projekt. To bo zadeva, ki ne more spodleteti praktično. In zato ima tako visok rating, 98,4% uspeha, ker je ta sila zaveza tako močna, da ti enkrat, ko nekaj plačaš, ko ti nekaj obljubaš, ko mi dobimo ta denar, ki smo mi odgovorni, da ti ga bomo mogli vrniti, če nam ne bo ratalo, hkrati smo pač dali ti obljubo, da nekdo je pač naš reputation. Veš, kaj nam pomeni, da bi nekdo, ne vem, dal na Facebook ali pa na internet, rekel, to podjetje sploh ne dela. Mislim, mi imamo 1,2 milijona letnega prometa, recimo, to bi nam sesulo vse, ne? Lahko.
Tako, mi se ne moramo prvoščiti nobene stranke, ki dobimo praktično, da nam ne uspe. Ja. In to je ta magija, ampak to je ta sila zaveze na obeh straneh, ki smo oboji pač odvisni od tega, da nam rata. Ne? In jaz sem namerno naredil podjetje na tak način, s takimi pogoji, s takimi polisi in vsem skupaj, da smo mi kot podjetje odvisni od uspeha in stranka je odvisna od uspeha. In to je tisto, kar naredi pač to silo zaveze, ki je nekaj ful močnega. Fulover, ja. Vprašanje se mi je porodilo in sicer bo malo AI tukaj noter zdaj vrgla v to enačbo. Ne? Verjamem, da si tudi okoli tega kaj razmišljal, ampak zdaj že obstaja aplikacija, da ti v bistvu komuniciraš z avatarjem oziroma človekom celo na drugi strani, ne, oziroma človekom, kako bi temu sploh rekla, no? Avatarjem, ja. Avatar, ja. Torej nekdo, ki izgleda kot človek, ampak je v bistvu pač programa. Ne? A vidiš v tem primeru, da bi se recimo tak način komunikacije uporabil namesto teh prijateljev, a vidiš to nekaj kot potencialno, kar bi bilo še zmeraj lahko efektivno, ali vidiš mogoče kakšne stvari, ki jih pa umetna inteligenca recimo v tem primeru ne bi mogla deliverati. Ja. Ker on ti bo glumil iskrenost, je res si mi car, ampak kom? Lej, tale sila človeškega stika, ne, se lahko zgodi prek fake stvari ali pa kao ljudi, ne, možne, malo, ni običajno, ni to nekaj, na čemer, recimo, ni to nekaj, na čemer bi mi lahko garantirali uspeh. Da bi se niti slučajno, mogoče bi bil uspeh 5%, 3%, ne vem, da bi nekaj takega naredili, ne. Ja, imaš ljudi, ko so susceptible, temu pač, da lahko, da so odprti do tega, da jih nek AI lahko, ne vem, pač, da čutijo, kakor da bi bili povezani recimo s tem avatarjem. Ne? Ja, imaš take ljudi. Jaz nimam tega, recimo, jaz ne morem tega narediti. Ampak, a veš, cifre ti govorijo, pa raziskave ti govorijo, da zdaj recimo, kaj ChatGPT imenu modela, ne, je folk čutil žalost, ker je razvil odnos z prejšnjim modelom. Ja. Kar je crazy. Ja. Ampak, a veš, se je pa zgodil nekaj očitno. Ne? Nekaj se je človek navadil, verjeten bolj kot navezal. Ja. Ampak je bila ta občutek ob izgubi, kot da je človek. Ja. Zdaj nekaj takega, če bi ti se novega, ampak to je v jeziku, ki ga človek že govori, ne? Ja. Ti narediš kao neko kvazi prijateljstvo v nekem jeziku, ti že govoriš. Ja. Narediti posnemanje celotne jezikovnega osvajanja je nekaj, kar si mi želimo narediti z AI-jem. Ja. Ker trenutno smo mi edino podjetje na svetu, ki imamo podatke, videe, tisoče ur videov, ljudi, ki dejansko osvajajo jezik. A veš, stare. Tako mi tu imamo zdaj. Tako skozi tu bi mi lahko naredili en AI model osvajanja jezika, ampak rabaš ti pol narediti AI model tvojega vodnika, nekoga, ki bo v tvojem jeziku te vodil, kako recimo osvajati jezik. Rabaš pol ti enega lang admina, sprej rabaš ti nekoga, ki bo zate ustvaril, dobil dovoljšno količino materijala, ki ga rabaš ti posrkati in te naučil na kakšen način tu srkati, da ti dejansko lahko osvojiš jezik. Potem rabaš ti model, ki bo zate naredil posnetke jezika, skozi katere ti dobiš dovolj posnemanja, da lahko ti imaš nekje do 5000 stavkov, ki jih lahko ti rečeš naravno v jeziku, kar pomeni, da moraš imeti ogromno ponavljanja, zelo osnovni stavkov, da lahko ti pač, ne vem, quiero tener eso, pero no lo tengo, pero ¿por qué no lo tengo? Da ti rabiš imeti dovolj teh, recimo, primerov, da se ta glasba jezika razvija, ki je popolnoma drugačen proces, in potem rabiš ti tudi prijatelja, ki se s tabo pogovarja. Skratka, vse to lahko naredimo mi nek hibrid med ljudmi pa AI-jem. Zdaj, kar jaz ne bi rad, je, da človek prek AI-ja razvije jezik, kar bo potem zvenel kot robot. Ko če si jaz predstavljam, da naredimo mi ta cel AI model in da nekdo na tak artificialen način se nauči angleško, jaz nočem imeti podcast s takim človekom. Ne, se ne bo, ker to je zdaj že toliko razvito, da dejansko... Mislim, ta človek, kako bo on govoril kot nek robot.
ker ti usvojiš jezik pač ti rabiš duh jezika in če ti probiš dobiti duh AI-ja, it's confusing, ker nima duha. Vsaj zaenkrat ga še nima. Nima svojega, it's not sentient zaenkrat. Sam tu hitro se razvija, slejka prej, mislim, ne duh, ampak bolj ta način izražanja, mimike obrazne, to smo že stari. Ja. Veš, ker jaz, recimo, mene folk dostakrat vpraša, zakaj ne delamo v angleščini podcasta, da bi lahko več ljudi dosegel. In jaz, ko malo hudomušno reči, čakaj še 2 leti, boš moj podcast v španščini poslušal v Španiji, v nemščini v Nemčiji, pač jaz bom govoril tako, kot zdaj govorim in usta se bojo drugače premikala in tukaj vam bo hodil drug jezik, ne? In vse to se bo dogajalo v backendu procesa, ne, z nekim appom. Veš kaj, to je vse možno narediti, ne? In mi imamo v bistvu dejansko model, mi smo zdaj se prijavili na Y Combinator v San Francisco, da probamo dobiti investicijo za to. Tu je potrebno $par milijonov, da nekaj razviješ, ne? In mi vidimo pot, recimo, do razvitja nečesa tega, bi bil to en hibridni model. Zdaj mislim, da taka aplikacija za jezikovno usvajanje mora imeti v ozadju tudi nek high-ticket servis, ki dostavlja, ne? Če ti nimaš, recimo, podjetje kot je Duolingo, ti pri njih ne moreš kupiti za $par tisoč produkta, da te dejansko pripeljejo do jezikovne usvajanje, ker nimajo nobene metodologije zadnji, ne? No, pač tudi Jamspeak ali pa kdorkoli, nobeno od teh podjetij nima metodologije, ki bi te pripeljalo do govora jezika. Jaz sem tu probal z eno aplikacijo dejansko narediti, eni aplikaciji sem bil konsultant, da sem jim naredil celoten coaching produkt, ampak nisem ga razvil do konca, ker jaz sem iz tistega v bistvu šel razvijati Language Magic Adventures. Mi smo v bistvu končni model usvajanja jezika od začetka do konca, ne? Ki tu dokazujemo, ne? In mi smo edini taki. Poleg nas imamo samo še mormonsko cerkev, recimo v Ameriki, ki naredi tu v 2 letih z ljudmi, kar mi naredimo v podobnem časovnem obdobju. Rabiš biti pa mormon, pa rabiš verjeti in tako dalje, ne? Pol imaš ameriško vojsko, Defense Language Institute, ki so precej dobri, pa imaš CIA v Angliji, v Virginiji, imaš tudi pač te treninge jezikovne, pa potem imaš Middlebury Language School. Pa imaš samo še zapor, razen nas. Ni nobena druga institucija ni na svetu, ki bi te lahko pripeljala do govora jezika. Ne obstaja. Vse tu, kar vidiš, kjerkoli, ni nobenih zadej, posebej da bi jaz videl case studyju, da bi ti res videl ljudi, ki govorijo jezik v polnosti. Ponovadi najamejo igralce za reklame, za te jezike, ali pa jezikovne šole. Ti testimoni niso prav resnični. Ali pa če ti gledaš nazaj, recimo, nekdo je rekel, jaz sem bil na tem programu, pa zdaj govorim nemško, ne? Jetzt kann ich sehr gut Deutsch sprechen, aber ich habe nicht in diese Kurs Deutsch gelernt. Recimo, tu niso ljudje, ko so za dejansko tam navadili jezika, ampak če ti gledaš njihovo življenjsko zgodbo, veš, da so bili viri druge. Ja, razumem. Mi imamo pa res ljudi, ko pridejo k nam, recimo, tako si ti zdaj govoril špansko, mi imamo te posnetke teh ljudi na začetku, potem te pelamo čez program španščine, tako kot bi recimo Lenart, ta naš igralec, in pol dejansko boš ti čez 3 mesece imel podcast en español y eso es una cosa que es muy interesante para hacerlo. Recimo s tabo, tu bi lahko naredili s tabo, da ti bi v enem letu recimo lahko tu govoril špansko, da bi imel podcasti v španščini. To bi bilo kar crazy. Ja. Mislim, definitivno sem jaz tudi nekdo, ki mu jeziki ležijo po naravi. Ne vem, kako bi temu rekel, ampak zelo hitro sem dojel, ampak bolj to, kar so pregovorila melodijo, to posnemanje. Ja. Mi je šlo vedno zelo dobro, ampak ja, srbo-hrvaško sem se zelo zgodaj naučil. Angleščino sem se, jaz sem v 3. razredu osnovne šole tekoče govoril, jaz se nisem rabo angleščine učiti nikoli. Na faks angleščine sem šel zato, ker sem jo že znal. Pa sem pa tam prišel, pa so mi dali pravila, pa glagole, pa vse živo, ki prije zraven, pa še fonetiko, sem pa buta zgledal v ne liste, kaj ti moram razlagati. Pač jaz sem prav izbral čas, pa vse, kar se tiče glagola, ki sem ga rabo ustaviti, od spodaj bil pa A4 papir. Ja. Zakaj? Kjera so pravila, da sem bil pa mrzel. Pa misliš, da je tu talent, ali misliš, da je tu proces? Komunikator sem dober. Verjamem, da nismo vsi ljudi iz tega vidika. Verjamem, da imamo vsi neke talente. Nekdo je dober komunikator, nekdo je logik, nekdo si vse zapomne. Zdaj, a je to talent, a je to posledica nečesa drugega, jaz ne vem. Ja.
Veš kaj, jaz tudi ne vem v bistvu, ne? Ampak iz kje jaz izhajam? Jaz sem trdno, a poznaš koncept hermeneutike v filozofiji? Jaz tudi ne, v bistvu, ampak kogar sem slišal, ne? Hermeneutika neke vrste kot ti se postaviš v neko pozicijo, ni nujno, ne tradično je to resnična pozicija, ampak ti se postaviš v to pozicijo, iz katere potem ti izhajaš. Okay. Jaz recimo postavljam pozicijo, da za jezik ne rabiš ti nobenega talenta in da ne obstaja talenta za jezik. Tako kot ne obstaja talenta za prebavo. Ok, razumem. Zdaj, če se boš ti tlačil pico skozi nos, jo ne boš prebavil. Ne glede na to, kakšno gamifikacijo boš ti ustvaril za to, kako več pice stlačiš skozi nos, še zmeraj ne boš nikoli prebavil. Če pa ti daš v usta to pico in jo ti pravilno žvečeš, bolj kot ti s tehniko žvečanja narediš, lažje se bo tale pica nekako prebavlja, ne? Sam recimo to bilo pol isto za igranje inštrumentov, ne? Bi ti se postavil na trditev, da ni povezano s tem? Ne vem. Ok, se pravi, govorijo specifično za to? Samo za jezike. Ja, kaj sem takoj s tem povezal, ne? Se pravi... Ne vem. Ja. Ne vem, kar sem skoraj prepričan, da rabiš ti za tek na 100 metrov, rabiš ti imeti neke predispozicije, ne? Da si ti tukaj dober. Ja. Tako, sigurno so predispozicije, ki te lahko recimo pripeljejo lažje do različnih veščin, ampak jaz verjamem, da jeziki niso v tej kategoriji. Ok. Ja, in zato, ker tu verjamem, ne, ko dobim jaz stranko, ponovadi, veš, jaz sem tisti, ki v podjetju recimo sem reševalec problemov, sprej kakršnikoli problemi pridejo na plan, jih jaz moram rešiti. Fireman. In ko pride nekdo, recimo zadnjič je prišla ena stranka skupaj z jezikovnim vodnikom, prišla do mene, smo imeli Zoom klic in rekla, tako sem ti povedala na začetku, jaz sem popolnoma netalentirana za jezik in tu se to zdaj pokaže, evo, zdaj sem že 3 tedne na programu in nimam napredka. In je rekla, vi niste nič krivi, vi ste super, jaz sem full fine z vami, vse mi je krasno gre, ampak jaz se ne morem usvojiti, ker jaz nisem talent in jaz sem ti to povedala in zdaj, ni nič hudega, ne, zaradi tega, samo da jim pač pove po resnici, če ne morem narediti tega, ne morem. In jaz, ko izhajam iz tega, da ni nobene možnosti, da to, jaz živim v svetu, kjer tu ne obstaja. Ja, da ne kar je talenta, prav, ne? kar je prav. In se nek, ok, Emi, greva pogledat, kako ti delaš te vaje, ne? In sva pogledala eno izmed vaj, ki jo delajo, poslušam in se nek, ok, 5 na minuto 25 in nadaljuj. In ona ponavlja. Se nek, ja, to je to. Ona je v lekcijah, ko smo jih dali, besede je lahko recimo rekla, ne vem, wohoj švo. Čim je pa bilo recimo do tega, da zdaj pa ti reči, ne vem, jaz govorim malo kitajsko. Je rekel, wohoj švo, in potem je bil glas že nazaj. Se rekel, tukaj je napaka, ti ne smeš iti prek tretjega dela prve lekcije, dokler ti tega nimaš v totalnem hitrosti. Ti moraš to s tako hitrostjo reči, preden reče ta drugi govorc. Rekel, jaz sem pa zmeri razmišljala in sem si ustavljala posnetek, da sem, valjda da ne, potem ti nikoli ne razviješ glasbe. In ona je tu, pač takoj, ko tu vzela nase, je takoj poslala message, ok, evo, sem naredila te stvari na tak način, se rekel, sem jo drugi srečal, sem rekel, ok, reči mi zdaj to, je rekel, wohoj švoj diar putonhua. To je to. Ok, zdaj pa reči to, wohoj švoj diar ingwan. Ok, to je to. In kar ti v preglasbi, pri razvoju glasbe jezika, ne, če ti ne postaneš tekoč v prvem stavku in če greš pol ti naprej v tem razvoju in se potem, ti te kompleksnosti ne moreš več ujeti, kot pri matematiki. Ti, če pri matematiki nimaš recimo sinusu in kosinusu res v polnosti razviti, da ti takoj vidiš in razumeš, kako so te kotne funkcije, ti ne moreš iti naprej na naslednji del, ki bazira na razumevanju tega. Ja. In isto je pri glasbi jezika. Tako, kot ne bi mogel jezika uporabljati, če ne bi poznal abecede. Ne, ti lahko ko v polnosti govoriš jezik brez poznanja abecede. Ne moreš pa ti brati pa pisati. Pisati pa brati, ja. Recimo, okay. Ampak govor je priporočljiv, da ga ti najprej priješ do razmeroma tekočega jezika, preden ti spoznaš abecedo. Ok. Ker abeceda te bo tebe vodila v napačno smer. Recimo, če ti vidiš nekaj napisano, predstavljaj si, zdaj imam tukaj v francoščini, ne? Recimo, predstavljaj si, da jaz, zdaj imam recimo novice, ki jih poslušam v francoščini, predstavljaj si, da jaz baziram
moje Migration en provenance de 19 pays. Pour parler de paix, recimo, da jaz berem pour parlers de paix entre la Rusije et l'Ukraine. Jaz bom tako bral v slovenščini, če me začel skozi branjem, ne? entre la Russie, va réexaminer pour parler de paix entre la Russie et l'Ukraine. Pour parler de paix entre la Rusije in Ukrajina. Tu je nekaj, kar jaz lahko dobim kot zvok, nekaj, kar jaz najprej kot zvok rabim razumeti in govoriti. Če bom jaz začel z črkami, bo tu ustavilo moj proces usvajanja. Se pravi, mi bomo rabili s tabo dlje časa, če si ti delal Duolingo španščine, bomo mogli čez več nekih pač hurdles s tvoje španščine, kot če ti priješ iz nule. Če ti nisi nikoli še slišal španščine, te bomo dosti hitreje prišli do takočega govora, kot če si ti se lotil na napačen način. Štekam. Ja, tako tu v bistvu ti sebi škodaš, če ti skozi oči probaš usvajati jezik, ti se v bistvu nazaduješ v jeziku. Ker začneš povezovati močno z jeziki, ki ti že znaš in govoriš, potem ti te zvoke povezuješ z novim jezikom in potem začneš govoriti z močnim glasom. Veš, meni je za italijanščino zanimivo bilo, recimo, jaz, ker sem moja iz Pirana, žena, in dol pač govorijo vsi italijansko, takoče. Ja. No in je od njene tete, Darje, partner Fabio, on je iz Trsta, oziroma pač on je Italijan, on ne govori slovensko. Ja. No in jaz sem z njim vedno govoril v italijanščini. Ja. Ko pač sem si izzival, sem rekel, jaz bom govoril italijansko in sem se lomil in vse, ampak kar naenkrat sem pa jaz stavke znal sestaviti, Ja. In sva, bazen pokrivala, pa sem jaz njemu v italijanščini govoril, kaj dela, ostali so se smejali, Ja. Tako, kaj ti govoriš, Bog pomaga, Jaz sem bil pa tako, pa dobro, pa kaj ima to veze z vami, Ja. Meni je bilo zabavno. Ja. In v bistvu je to ta pravi način, Ja. da se daš v situacijo in probaš samo menedžati, probi, da te on razume. Ja. Zdaj on mene razume. Lej, vse, kar ti delaš, mi kaže na to, da si ti razvil ene navade in procese, ki so language acquisition friendly v zgodnem otroštvu. In ko ti razviješ take stvari, potem valjda, da imaš občutek, da ti grejo jeziki. Ja, pismo, verjetno res, Ja. Mogoče risanke, skozi risanke tudi. Itak. Veš, kaj je en glavnih razlogov, zakaj ljudje blizu Italije govorijo dobro italijansko? Ne pa ljudje, recimo, ne vem, nujno blizu Hrvaške, ne govorijo nujno dobro hrvaško. Ali pa recimo ljudje v Lendavi ne govorijo nujno dobro mađarsko. Televizija, programi italijanski. Bistvena informacija, da Slovenija vlaga nekje, mislim, da $160 milijonov letno v televizijski program. Italija vlaga 2,5 milijardi letno. Tako da, katero televizijo si ti izbral kot otrok? Če imaš možnost gledati obeh prek anten in vsega, da je čisto simpel dobiti program. Itak, da je italijansko. Kar je dosti bolj zanimivo. In kar Italijani delajo, oni vse dajo v italijanščino. Se pravi, ti vse poslušaš. Vse sinhronizirajo. Tako, vse je sinhronizirano. Kar je odlično za ljudi, ko gledajo njihove televizijske programe. To je res. Zelo slabo pa za populacijo in njihovo poznanje angleščine. Ja, to pa res, to pa ne znajo. Ja. Kaj sem Cartoon Network gledal, recimo Fula, v angleščini. Ja. In to je bil en del, zakaj si ti v 3. razredu govoril tako angleško, Cartoon Network. In muska, Jaz sem takrat, pozabil, jaz sem imel Walkman, še na kaseto. Ja. Jaz sem imel kaseto od Eminema. Super. Jaz sem znal njegove komade na pamet. Okay. Nisem pa vedel, kaj govorim. Ker dobro, da nisem vedel. Veš, in tukaj si ti razvil dve stvari. Eno si razvil ti glasbo jezika, skozi posnemanje ritma in melodije jezika. In tukaj si tu razvil, skozi Cartoon Network si pa ti razvil besedišče, da si lahko skozi tam si ti dobil te jezikovna hranila, skozi Eminema si ti dobil jezikovno tekočino. Zdaj, na neki točki, jaz ne vem, koliko tekoč si bil tudi v 3. razredu, glede na to, da ne vem, če si imel kakšne prijatelje, ki govorijo samo angleško s tabo. Ja, nisem imel, po moje. Ja, in nisi mogel biti tekoč. Ne, to sem tako rekel. Ja. V primerjavi z ostalimi. Razumel si tekoče, tekoč si bil v razumevanju, nisi pa tekoč v govorjenju, ker ti je manjkal duh in ne bi mogel ti s tvojo angleščino takrat, recimo, ne vem, osvojiti eno, ne vem, lušno punco z 3. razreda iz Anglije, recimo. Ker
ker ne bi te mogla začutiti, da govoriš ti jezik, ki ima svoj duh. Ok, mogoče bi imel druge karakteristike, zaradi česar bi bil zanimiv, ne? Ja. ampak kar se jezika tiče, pa se ne bi mogel še povezati. Ja. Razen, če bi prišla v odnos asimetrije, ker je njena angleščina bistveno boljša od tvoje in potem ti skozi osmozo v bistvu dobiš njeno bitje, je skozi njeno bitje jezika, potem ti svoje bitje usvojiš. Ti, ko ti usvojiš recimo tudi jezik skozi žensko, ni nujno, da boš pol ti govoril žensko formo jezika. Ti boš govoril moško formo jezika, ker na tak način tvoji možgani kalibrirajo tega, ampak duh je v bistvu gender neutral. Ni važno to ženska ali moški, če je to človeško bitje, ki se s njim povežeš, ne glede na spol ali karkoli usmerjenost, na koncu ti dobiš jezik. In ti se ne izražaš kot ona, ampak se ti izražaš kot ti, skozi nek duh, ki ga ti dobiš skozi njo, kot so naglasi in tako dalje. Tako nekako možgani kalibrirajo tvoj naglas skozi identiteto, s katero se ti sam sebe dojameš. Jaz imam ful rad Ameriko, imam ful rad Američane, imam blazno rad vse, kar Amerika predstavlja. Sem tako res tak fan Amerike. And my English sounds very American. I can easily create relationships with anyone in America because I'm not that far from how they speak. In je tudi del moje identitete. Ne mora se tako povezati z Britanijo, recimo, pa njihovo identiteto, niti slučajno ne z Avstralijo, ali pa z Južno Afriko, ali pa z Nigerijo, recimo, ko tudi govorijo angleško naravno, ampak jaz ne bi mogel njihovih naglasov tako dobro imeti v mojem običajnem govoru. Ja. Ker z Ameriko sem bolj povezan, recimo. Ne? Ja, zanimiv. Jaz sem igral ameriški fuzbal. Smo imeli veliko importov. In mi smo tudi med sabo v angleščini govorili, na busih. Mi smo skozi v angleščini govorili. Zato ta en igralec, ki je kle vstal, dejansko po 10 letih ne govori slovenska. Ne? Ker smo mi skozi njim govorili v angleščini. Ja. Smo pa mi pilali našo angleščino. Ja. Tako da jaz sem tudi v srednji šoli vrhunsko govoril, ker sem skozi bil, vsak trening je bil v angleščini. Ja. In veš, recimo, imaš pa ti tudi z eno populacijo, recimo mladih, ki se jim zdi, ki jim je zelo blizu srbski humor, ne vem, bosanski humor, dosti recimo ljudi iz Bosne, iz Srbije, Hrvaške, recimo, ko so okrog, so tudi prišli noter kot recimo pač imigranti v Slovenijo in nekako so te skupnosti zdaj mladih, ki govorijo slovenščino z južnim naglasom, tudi če recimo nimajo nobene zveze po rodbini, pa njihovi starši govorijo pač normalno slovenščino, recimo, ne? Veš, kot tvoja identiteta tudi, tvoja identiteta tudi recimo pol nekako vpliva na to, kako ti govoriš in kakšen naglas imaš in tako dalje, ne? A zdaj kle se jim baje reče gasari ali kva po Ljubljani. Ne vem. Gasari pa limke, mislim, da so. Te, spadajo v to kategorijo. Ampak le se že prestr za te stvari, jaz ne vem, kaj to pomeni. Tista knjiga dobra, če Furi Raus, ne? Od koga že. Je v bistvu tako res dobro, se mi zdi opisuje to. Ker veš, dejansko si priznamo ali pa ne, ljudje iz Srbije, Bosne in predvsem Srbije in Bosne ima bistveno bolj razvit humor od Slovencev, recimo. To je pač dosti bolj zabavno gledati srbske filme, recimo slovenske. Pač zabavno, zanimivo, to so pač ljudje, njihov duh je dosti bolj sproščen, dosti bolj so, ne vem, ko mi smo malo zategnjeni na tako kot narod in imamo pa svoje, recimo, stvari, ko smo mi dobri, ne? In pač iz vsega jezika lahko ti potegneš tiste stvari, ko so dobre v tistem jeziku, ne? Ja, pa pesmja, ne, se to tudi hitro vidiš, koliko so pesmi potencialne za kakšen hit, ne. Ja. Veš, Slovenija, težko s temi besedami, s tem zakladom, nekaj ti pesem govoriš recimo o ljubezni ali pa o nekem takem, ne vem, čisto drugače se bo slišala ta pesem že v hrvaščini, recimo. Ja. Koliko so to lepše pesmi, te dalmatinske pa vse. Ja. Pri nas imaš pa, ne vem, meni se to nič ne sliši tazga, kar bi dejansko jaz poslušal. Ja. Ni ene popevke slovenske, po moje, kar bi tako rekel, tam je pa res. Razen stare. Stare, ne? Stare, na nebotičnik sva odšla, pa te Ja. To mi je pa všeč. Te so mi pa Bela snežinka, ki pada. To je tebe, recimo. Ampak to novo, ta pop, pa to... Ja, ne, tudi mene ne potegne. Vsake toliko, veš, sej pri teh hitih imaš tako, vsake toliko recimo se razvije nekaj, kar je res tako te potegne, ne, kar je res noter. Hkrati se pa tudi kultura razvija, zdaj ti mladi recimo, jaz imam hčerke 7 pa 10, koliko so stari tvoji, ne vem. Moje 2. 2 leti, ne? Ja. Moje zdaj 2 punci, one 2 so čisto v tem novem
nekako sledijo tem trendom. Ona sta angleško govore, če veš. Njihov res? prvi jezik je angleščina. Čakaj, a s to ženo, ki je z Japonko? Ja, Aha. z Japonko smo v Sloveniji in pol mi smo na neki točki imeli Babylon doma. Jaz sem govoril s Sofijo japonsko, pol mama je govorila z njo japonsko, Ana se je rodila, bila stara 1 leto, ko prišla v Slovenijo, jaz pa Ana sva govorila slovensko, v slovenski vrtec je šla, pol Sofija šla v vrtec, ki ni bil všeč, smo pol mogli tudi drugi vrtec, skratka, in pol sta ona dve prišli v slovenski vrtec in sta začela osvajati slovenščino, naravno, pa skozi prijateljstva, ne? In pol je Sofija naenkrat ugotovila, da jaz tudi govorim slovensko. Kaj sem se zmer prilagodil mojim otrokom, pač tisti jezik je bil najbolj naraven za nas za komunicirati, recimo pa v Sofiji, bili smo na Japonskem, jaz sem itak hotel postati Japonc, takrat, ko sem bil na Japonskem, jaz sem hotel postati japonski samuraj, novodobni japonski samuraj. To je moj tak... Zakaj? Zaradi kulture? Ali... V mene je japonska Vsi jo totalno hvalijo, stari. zadela, usvojila, jaz sem bil čist noter. Jaz sem najprej, način, kako sem usvajal japonsko, ne, je, da sem prvi teden, ko sem bil na Japonskem, sem v bistvu rekel takrat moji novi punci in jaz sem rekel, jaz kako pač spoznavam države, tako da grem potovati brez denarja po državi. On me gleda, ti si čisto det. Jaz sem rekel, jaz vse, kar rabim, rabim eno karto, takrat je pač na tisti točki, ne, sem jaz bil na začetku, potem je bila ona tista, ki je nekako skrbela za naju, bila breadwinner. In me takrat je tudi investirala v moje podjetje. In rekla, evo, tukaj imaš $50,000, je rekla, to je pol mojega premoženja, zdaj imaš pa tako 3 leta imaš, iz tega naredi biznis, ki bo naj oba držal gor in poleg jaz spustim službo, ko me čakam. In če ti pa ne uspe, moraš pa ti dobiti službo in the game is over. That's it. Reka, ne bom se upletala v tvoje poslovanje, ne bom ti pač solila pameti, it's up to you, tukaj imaš €50 in deli s tem, kar hočeš. In tako sem jaz nekako začel. In si tudi iz tega začel svojo plačo in tako dalje. In sem pol ustvaril nekaj $1 milijon iz prvih €50 na Japonskem. Hodo, a je to ta punca, ki je zdaj žena? Ja. Ok. Ja. Sem te hotel vprašati, če si vrnil njih €50. Ja, sem je. Bravo. Sem vrnil in tudi ona je nekako na rabi delati. Pustila službo in zdaj je službo in ful lepo. Ja. Hodo. Deal je nekako uspel. Top shit. Jaz bi se še malo te zgodbe, ki sva jih prej preskočila. Ja. Pa mogoče, ki sva lih na japonski, no. A imaš tkle še kakšno tako zgodbo kot tvojega življenja? Tam? Ja, jaz sem takrat, to me tako noro gledam. Prišel sem na Japonsko, imela sva ta deal takrat. Koliko si bil star takrat? 29. Aha, ok, pa bo šla. In jaz sem takrat bil inštruktor fotobranja v Sloveniji. Ampak fotobranja, to je pač ena metoda, kako brati bistveno hitreje. To je v bistvu neka zbirka tehnik in konceptov, kako prebrati neko knjigo bistveno hitreje. Ok, zdaj sem spet potegnil, to je nekaj drugega, pizda. Jaz sem takrat, veš, ena stvar, ki je ena taka stvar v mojem življenju, da jaz iščem bližnjice, ker jaz sem blazno len po naravi. In mislim, tako sicer delam dost, ampak nočem nisem len, ampak ne vem, nočem zgubljati časa. Praktičen. Ja, in recimo pri branju, jaz sem toliko časa porabil, da sem te knjige prebral, se nekaj naučil za nekaj, in jaz sem iskal načine, ko nekaj brati hitreje. In jaz sem najdel to fotobranje in jaz sem skozi to si spravil, ne vem, moj študij na 10% časa, recimo, ko sem ga sicer porabil za isti učinek. In jaz sem pol imel te demonstracije, recimo po Sloveniji, sem rekel, ok, dajte mi eno knjigo, sem probal te tehnike fotobranja in pa sem govoril o knjigi, kaj sem zvedel po 6 minutah, 7 minutah. Kakšna je tehnika? To je tehnika v bistvu 5 korakov, to je znana drugače, photoreading tehnika. Ja, vse mi je znano, mislim, da mi je znano, ko vsako določeno besedo sam. To ni hitro branje, to je fotobranje. V bistvu tudi tehnike hitrega branja so noter, to je neka v bistvu nek pač kolaž raznih tehnik. Ok. In tu sem jaz takrat inštruiral v Sloveniji, takrat sem bil, mislim, da inštruktor, ki sem največ ljudi naučil iz različnih držav na svetu, sem bil star 29 let, ampak hkrati sem pa hotel iti ven iz tega. In imel sem tudi, takrat sem zaposlil kupenih ljudi, bil sem lih na nek break-even, konstantno sem bil, pač nisem ustvaril nekaj, ne vem, prometa, ne vem kaj, nisem takrat videl to priložnost na Japonskem. Takrat bi se še preden sva hodila, me je ta punca rekla, jaz sem investicijska bančnica po poklicu, nikoli nisem še investirala v nobeno stvar, jaz si želim imeti eno izkušnjo, da v nekoga investiram in da ta stvar rata. Sem rekel, ok, jaz si želim biti ta primer, rekel, ok, to bi bilo meni full the best.
ker se mi zdiš navdihujoč, se mi zdi, da bi neki japonski prinesel, ampak glej, svem, da imaš ti v Sloveniji svoje stvari, tako da te nočem, ne vem. In se rekel, ne, ampak me je pa to zanimiv izziv, lej, ravno sem pa na neki taki svoji karierni prelomnici, ko ne vidim več nekako poti, kaj naprej narediti. Jaz sem največ naredil iz tistih tehnik, ki sem jih dobil iz Amerike, bil sem izvrsten inštruktor, nisem videl več neke naslednjega koraka, pa tudi nisem nekega, ne vem, denarja bistvenega delu iz tistega, tako da sem nekako preživljal iz meseca v mesec, ampak nisem pa nekaj ustvaril. In v bistvu s tistim, kar sem tam zaslužil, sem si kupil to karto na Japonsko, pa recimo, da sem bil na tam njihovem, jaz sem šel v bistvu na Japonsko se učiti nadaljnih tehnik fotobranja. V to sem investiral, v bistvu sem bil tam in tam sem se spoznala s to punco. Okay. In ona me posluša mene, kaj počnem v Sloveniji, kaj sem iz tega naredil, pravi, wow, to je ful zanimivo. In reka, lej, res sem pripravljena riskirati nekaj in investirati vate. In sem rekel, koliko? Reka, lej, jaz imam 100 € na računu trenutno, kar nič ne porabim in jaz sem pol tega pripravljena plačati tebi za karkoli hočeš ustvariti. In sem rekel, 50 € ni dosti, da začneš nek biznis, predvsem ne v takem trgu, ko je Japonska, ne? Ampak ne? Kaj pa, če se v to vržem? In sem rekel, če se v to vržem, a si pripravljena me živeti nekako 1 leto, recimo, da probam in da začnem biznis. Reka, ni panike. Reka, lej, lahko. In tako sva nekako, in tako je bil to nek tak deal, ne? In hkrati so se pa zatrapala eno drugega. Poleg tega, ne? Pojem se ona še prej zatrapala vame, mogoče mi se to ponudila, ne vem. Ampak v glavnem, ful mi je bila zanimiva, tako huda, privlačna, lepa, tako, wow. Starejša bila od mene, 7 let. Sicer sem imel zmeraj občutek, da je mlajša od mene, ampak tako. Japonci so malo pomlajeni. Ja. In tako, meni cela kombinacija vsega tega bila nekaj norega in jaz sem takrat, šel sem takrat gledati film Hitri in drzni z eno prijateljico in se z njo pogovarjal tako, da še ženski vidik slišim pač, kaj ona misli in reka, lej, meni se zdi ta tvoja zgodba tako huda, se mi zdi, da je ta punca nekaj, kar res čutam, kako ti razlagaš o njej, da je res neki top. In lej, in pa se še gledam tisti film Hitri in drzni in sem rekel, lej, se v to vržem. In sem takrat vsem povedal, grem na Japonsko. In neko punco sem spoznal, nekaj mi je rekel, da bo nekaj investirala vame, nekaj, ampak jaz sem z vanjo zaljubljen, itak, tudi če ne bo investirala vame, boli mene, jaz grem in bom se v to vrgel in probal in bom videl, kaj bo. In koliko cajt si bil tam? Sem letel tja in sem v bistvu rekel, to je enosmerno karto sem kupil na Japonsko. In potem sem, ta prva stvar, ko sem naredil, sem potoval po Japonski, jaz sem takrat rekel, lej, kar rabim od tebe, je, da mi kupiš eno karto od Osake do Tokija. Ja, kaj pa od Tokija do Osake, na tja bom pa štopu. Ja, kaj pa hrana, pa ne, tu pa nočem. Ničesar nočem imeti, hočem imeti samo to karto v žepu in telefon, ki nima SIM kartice. To je vse, zdaj bom lahko snemal. In me gleda, prej, ti si čist ruknjen. Ampak prav, lej, spoznavam te zanimiv si mi, tako da, da vidimo, kaj bo z tega. In jaz dejansko sem šel čez to, takrat sem potoval, sem na štop potoval po celi Japonski, od Tokija sem šel vse do otoka Shikoku, Awaji Island, nek taga, in sem šel dol in sem vse tu preštopil in tam je nekdo v Osaki, in jaz sem prosil za hrano, to je bil pač moj del, ko sem vsak dan, sem 3-krat na dan nekoga prosil, če mi kupi nekaj za jesti, in vsak večer sem nekoga prosil, če me lahko gosti pri sebi doma, ob tem, da nisem govoril nič japonsko. In jaz sem eno toplino in neko welcoming nature, ki sem ga začutil pri Japoncih, eno varnost in jaz sem se toliko zaljubil v to Japonsko, da je bil meni čist top. Mislim, tu so bili pari družine, ki so me sprejeli z otroci, sem tam na tleh spal, recimo v njihovih tah, so bi dali tisti foton. Jaz sem bil toliko povezan z njimi, jokali ko so pač se poslovili od mene, niso me hoteli spustiti, kaj pa zdaj boš v ta nevaren svet, naprej sem šel tako nekako, sem potoval po Japonski. In potem sem, nekdo mi je kupil eno knjigo Bushido, ki je bila v angleščini pa japonščini, ne? Jaz sem to knjigo prebral, Bushido. To je duša Japonske. In mene ta knjiga zadela do daske, do konca. Jaz sem 5 let na Japonskem, Jaz sem skozi to knjigo Bushido spoznal, da želim slediti Bushidu kot kodi življenja. Recimo, ena izmed stvari v Bushidu, ki se me čist zadela, je bila ta, da ti kot samuraj, ne? Pač to je kot samurajev. In v bistvu kot samuraj, ne? Vsak samuraj mora sam vedeti, kaj je prav in kaj narobe. To ni nekaj, kar ti da nek sveti spis, nek prerok, ne? Ti moraš sam ugotoviti, kaj je prav in kaj narobe in temu slediti.
In jaz sem pol videl, kako je moja žena. Ona sama ugotovila, kaj je prav, kaj je narobe. Vsak Japonec sem spoznal, oni sami vejo, to je prav, to je narobe. That's it. In tu sam so te prvi, ti pustiš telefon, recimo iPhoneu, v Starbucksu sredi Tokija in priješ čez 6 ur nazaj in bo telefon tam, kamor si ga pustil. Ali pa ti ga mogoče nekdo pač Dal za oko. nekaj takega. Ampak noben ti ga ne bo vzel, ker Japonci sami vejo, kaj je prav in kaj je narobe. Se pravi, ni to posledica sistema, ki bi te skozi pravila učil, kaj lahko in kaj ne, ampak je posledica lastnega učenja in povezanosti s sabo, ki ti govori, to je ok, to ni ok. In sistema, ki te v bistvu tu vodi. Recimo moja Sofija, mala, mi smo dali v vrtec pri 6 mesecih. In pri 6 mesecih je bilo na vrtcu skupaj z 10 otroki pa 6 učitelji. To je državni vrtec, pač normalen, ne? In na Japonskem. Na Japonskem. In 6 učiteljev. mislim 4-6, nekaj takega, ne? ja. Za 10 otrok. In to je bil pač njihov early care, ne? In pol se ona recimo pri 9 mesecih, 10 mesecih prvič, pač vse te stvari, eno leto, mogoče 3 mesece, ko ima prvi konflikt. In oni so posedli oba, ne? In ona dva sta mogla ugotoviti, kaj je bil vir konflikta. In sta mogla se nekako spopreteliti skozi proces. Ne bi mogla, ampak tako, veš, cel način, kaj je prav, kaj je narobe. Imela sta priložnost, da sama dobi izkušnjo. In tudi recimo nas kot starše, kako so mene vzgajali, mene so Japonci vzgajali kot tujca, ne? Jaz kot tujc sem nekdo, ki kukijo mi najnoh to. To pomeni nekdo, ki ne zna brati zraka, reče Japonci, ne? Veš, kot ti recimo na Japonskem, moraš ti razumeti, kako ta komunikacija poteka. Recimo, če ti hočeš vedeti, kaj nekdo dela, ne? V angleščini ti rečeš, what do you do for work? Ali pa, what do you do? Right? Nekaj takega. Ne veš, what do you do for work? Ti v bistvu razlagaš nekomu, as he is completely stupid. Ne? Ti moraš nekomu tako razložiti vsako besedo posebej, ker angleščina je low context language. Ne? V japonščini pa ti smatraš, da tista druga oseba je genialno pametna, ki itak vse ve in ti lahko rečeš samo besedo in bo ta človek zaštekel vse. In tako poteka komunikacija. Če ti recimo na Japonskem vprašaš, kaj nekdo dela, boš rekel,そうですね. To oshigoto wa? Kar pomeni, shigoto pomeni delo. O je v bistvu vljudnostni začetek, sam da ti pač neki polepšaš besedo. Wa je pa beseda, ki uporabljaš za karkoli, ki ima kupenih pomenov. Lahko je vprašalnica, lahko je trdilnica, lahko je povezovalnica med različnimi besedami. Oshigoto wa. Nič ti ne rečeš ti, kaj delo, ker ti smatraš, da bo nekdo štekel na drugi strani že v polnosti, zakaj se gre. In japonščina je tak high context culture. In ti si lahko tiho o stvareh in boš vedel, zakaj se gre. Recimo žena me je tako trenirala, reka, zakaj moraš ti mene vprašati, a nekaj naredim ali ne, ali pa to. Kaj če ti se samo narediš, pa pustiš meni, da samo ugotovim, kaj rabim narediti. In midva v tišini, recimo, marsikakšne take stvari, greva skozi in delava recimo stvari. In mene me to zmeto totalno noro. In ona mene v bistvu vzgaja. Tako, veš, za Japonce smo mi zahodnjaki mal otroči. Tako, ego je ful otročja stvar. Tudi, da si ti, ne vem, poln sam sebe ful otročje. Tudi, da ti, ne vem, sebe imaš za nekaj, da ti moraš o sebi razmišljati ali pa za sabo ukvarjati. Pač to so otroci. Na tak način imaš ti tam 5-6 letnike, imaš tiste, ki se sami sabo ukvarjajo pa svojimi občutki, pa s tem, kaj se z njimi dogaja, ne? Tako kot ti recimo, ko si jaz prvi, you know what, I'm feeling so confused. Oh, really? Oh, so cute. Tako, in pa na neki točki mi reka, veš, kako je to neprivlačno, da ti, ne vem, da ti moraš bruhati vse te občutke, vse te svoje razmišljanja z mano. Mislim, lej, sej lahko, sej par Sofiji pa Ani razumem, nas sta pač otroci, ampak ti si odrasel. Kaj če ti sam razvijaš način, kako sprocesiraš vse te stvari, pa da si samo opolnomočen, to me bo naredilo dosti bolj mokro. Ok, got it.
fuleni takih stvari sem se od nje naučil, ki so tako čist naravne, ne? Ampak japonska kultura je zelo naravna v smislu tega, kako so pari med sabo, kako so, ne vem, tako, vse dosti bolj praktično, dosti bolj tako, dosti bližje človeški naravi, no. Recimo ti boš kot Japonc z vsemi prijazen. Temu se reče tatemae. Ker zakaj bi ti nekomu grenil dan s svojimi, ne vem, občutki, ki jih imaš? Zakaj ne bi bil ti samo najbolj prijazen, kakor si lahko? Z vsako osebo. Zato, ker ti ceniš to osebo in njihov space. Ti boš bil dlje od nekoga in bil res prijazen in lep in prijeten. In najlepšo izkušnjo boš dal tomu človeku. Ko pa priješ nekomu bliže, ne, je pa pač honne, ne? Honne je pa resnični jaz. To pa tisto, kar lahko ti deliš z ljudmi, ki so najbliže tebi v polnosti. Ampak hkrati boš ti tudi nekak tista višja vizija človeka, tudi tako en tak, recimo, ne vem, japonsko, če te vročina in ima ponovadi te dežnike, ne, vsaj ženske, ne, ima dežnik in ti priješ v najhujši vročini, recimo, in se začneš pogovarjati na ulici, bo ona spustila ta dežnik, ker ti nimaš dežnika. In to čisto naravno. Ker kako bo ona občutila komfort, če ga ti nimaš? Se pravi, nikoli ne bojo pustili, da nekdo več, da je nekdo več od nekoga iz vidika, da mu je boljše v trenutni situaciji. Ja, ne. Edino, kar je, ti si lahko senpai ali pa, veste, to je kompleksna kultura, tam bi lahko imeli cel podcast, recimo, ne? Ja. To je ful kompleksna kultura, ampak je bistvo je to, da sem se zaljubil to kulturo totalno. In jo tako, jaz sem prišel noter v nekak fakcije te kulture, ki so samo z Japonci. Jaz sem večina časa bil samo z Japonci. Jaz, ko sem bil na Japonskem, ko je nek tujc prišel, sem bil prvo, ne Japonc. Okay. Get away from me. Veš, recimo, ko sem iskal zaposlitev, recimo, ko sem v svoji firmi iskal ljudi, sem imel en tak bias, ok, ta je tujc, ok, verjetno bo pozen, verjetno bo, ne vem, imel kupenih želja, kaj rabi, kaj more, kaj ne vem kaj. Če prije Japonc, vem, da pridem bo delo in bo naredila vse, kar bo treba narediti in bo se res potrudil do daske in bo ostal še uro ali pa dve več, če bo treba, da nekaj naredi, kar bo naredil ali pa naredila delo do konca, tako kot je treba, ne? In tujci niti slučajno nima take delovne etike, recimo, tako da to je tako, no, polno takih. Zdaj, jaz sem tukaj spet, jaz imam taka rožnata očala, ne, in jaz gledam Japonsko skozi ta rožnata očala, itak da vidim probleme, ogromno problemov ima Japonska, in če boš ti se pogovarjal z Japoncem, pa Japonko bo večino svoje te probleme naštevali, ne, mi smo pa taki, recimo, ne, nismo, ne vem, nismo dobri sploh, ne, ko sem jaz recimo peval Japonsko, ste vi fantastični, ne, je, honto ni no, ne, nihon wa nai desu ne. Tako, ne boš slišal recimo tega, ne vem, ponosa ali pa ne vem kaj, nad čemrkoli. Ampak, ne vem, jaz sem si izbral gledati vse te dobre stvari v Japonski, ne, in potem vse te dobre stvari so tiste, ko mi ostane v spominu, te negativne stvari, ki se zgodijo, sem jih gledal kot izjeme tega, ne, in tudi kot statistično sem videl, so resnično izjeme od pravila in pol jaz gledam kaj je tisti duh neka naroda ali pa neka jezika ali kakorkoli, ki ga res obožujem, ne. Na tak način v bistvu tudi jaz gledam na sploh naroda, recimo v Ameriki gledam, kaj je dobro pri Američanih, pri Ameriki, v Japonskem gledam, kaj je dobro pri Japonski, ko se pogovarjam s Kitajci, gledam, kaj je dobro na Kitajskem in kaj oni znajo, v Sloveniji gledam, kaj je dobro pri na Slovencih. In tako nekako, jaz sem tisti Adam Smith type of economy, se pravi, let's collaborate with our strengths, ne? In na tak način v bistvu narediti družbo in svet, ki je boljši skozi moči, ki jih imamo. Na drugem rajku, da gledamo, kje so recimo šibke točke. Dosti ljudi slimpem za Japonsko, kako je lepa in tudi mene vleče že kar konkretno tja. A jen še nizko? Je jen še nizek? Ne vem. Ne veš, ok, ja, ker baje se zdaj ful splača zaradi tega, ker dosti ugodno pride. Ja, zadnjič so bile punce na Japonskem bilo zelo ugodne. Ja, ok, zdaj po Japonski se bo preselila pa čist kontra kultura bo šla zdaj, čist kontra. Ja. Gre pa še v Mehiko. Mehiko. Ja, zato, ker sem mi zapor omenil.
Ne, ima to Kuba. Na Kubi. To je bila Kuba. Ja. Ampak peva Mehiko, se pravi, ti si prišel v Mehiko, si se naučil španščino, una punca te je pustila, si napisal serenado, kaj se je pol dogajalo? A moraš ti pičiti kam dalje? Čez 10 minut. Ok, daj mi pol, prosim, sam povej še to Kubo. Kaj je bila fora, zakaj si šel v zapor? Sorry. Ah. Vem, ta zveni. Jaz sem na zaporom, da moče to celo Latinsko Ameriko. Ja. Zdaj, najprej bil tak šok, ne, priti iz Amerike, Evrope, recimo v Mehiko, vse, ne vem, sesuto, slabe ceste, so bile vse takrat 2014, ko sem recimo potoval, ljudje s pištolami, recimo v avtih, tako v Guatemali, šel sem čez Mehiko, Guatemalo, Nicaragua, Honduras, Belize, Kostariko in pol nazaj na Yucatan, Mehiko in pol sem šel na Kubo in potem nazaj. Ne? Aha, ok. In mislim, kultura me je potegala v smislu tega, te topline, tega pač te povezanosti med samimi ljudmi, tako te prijaznosti, prijetnosti. Nisem občutil nevarnosti sam, recimo bil sem tam 6 mesecev vse skupaj, v Latinski Ameriki nisem nikoli imel nekih izkušenj, da bi recimo, ne vem, kdo je hotel, ampak jaz tudi nisem imel nobenega denarja, tako sem potoval kot peacehajker. Tako nekako tudi v ene zapore sem šel, sem v bistvu iskal, jaz sem na neki točki, hotel sem vedeti več o teh Mara Salvatruche, MS-13, ne, tej bandih sem slišal, da oni te najprej ubijajo, pa te vprašajo, če imaš kaj denarja. In me je v bistvu zanimalo tako iz antropološkega vidika, zakaj so tako cruel, ne? Ja. Kaj z njimi. Tako sem v bistvu šel v Chiapas in sem v enem zaporu prosil, če se lahko dobim z enim pač članom, da ga malo sprašam, da ugotovim, da zvem več. To je bil tak moj spirit, sem 20-letni jaz, recimo, ne? Tako crazy. Ja. Ja, kar crazy. In ne vem, če mi je uspelo popriti tisti zapor, ali ne vem, da sem bil tam pred zaporom, čakal, iskal sem, ampak jaz sem bil tudi takrat na indijsko-pakistanski meji, sem hotel prečkati brez vize, ker sem hotel narediti ten statement, da pač bi Indija pa Pakistan ne bi smela imeti takih odnosov, ki jih imate in kakorkoli. Pač, to je bil tak del tega mojega, tako bi bil lahko večkrat v zaporu, ker sem bil, ne? Ampak na Kubi sem pa pristal v zaporu, zato ker sem po 3 mesecih iskal sem prevoz ven iz Kube. Šel sem čez letališča, nisem mogel dobiti nobene letalske linije, ki bi mi kupila letalsko karto, pa tudi noben Kubanc ni imel denarja. Ker sem ponovno na letališčih iskal ljudi, ki so bi jim kupili karto za naprej. In potem sem šel v marine in potem sem v eni marini našel nekoga, ki bi me bil pripravljen peljati do Dominikanske republike, če bi delal z njim na ladji. Ampak se hotel tudi drugo smer, Panama, Venezuela, pač v to smer ali pa. In v glavnem sem šel čez druge marine in sem pristal v neki vojaški marini, nisem vedel, da je vojaška marina. In potem so bili neki vojaki in so mi vzeli potni list, so me vprašali, odkot sem neki Slovenije. Slovenija? Kje pa ISS-u? Kaj je ta država? In potem sem rekel, da to je pa resnična država in mi niso verjeli. In pol so me pelali do komandanta in pol sem me vprašal kupenih vprašanj, me pogledal vseh mojih 500 slik, sem jih imel na fotoaparatu, poslikal sem vse komunistične objekte, vse te različne policiste, vse te vojake. On gleda, in pravi, sabes que tu eres loco, pero no eres peligroso. In rekel, veš kaj, sicer si nor, ampak ne zgledaš mi nevaren. Pa je pa en drugi pač oficir, ne, me začel spraševati in rekel, tu mentiras. Nisem vedel, kaj ta beseda pomeni, pa sem gotovo, da to pomeni, da lažem. Tu eres un mentiroso, ti si lažnivc. In nisem vedel, kaj pomeni, pač to mentiroso, ampak glavno sem gotovo, da zgleda, da so mislili, da sem ameriški vohun. Vohun, ja. Ja, ki se pač pretvarja. In pač, ker me je vprašal, donde aprendes el español? Kje se naučiš španščine? Sem rekel, en la carretera de México, na cesti v Mehiki. Pravim, en la carretera de México? Y lo hablas mejor que yo? Na cesti v Mehiki in govoriš boljš kot jaz? In pa so definitivno videli, da sem verjetno infiltriran. In pa so me v glavnem dali v zapor, najprej v Varadero, pa so me pelali v Havano. In tam sem bil v zaporu, dokler me ni en drugi zapornik v bistvu bail me out, tako da je plačal zame za letalsko karto za iti ven.
In pol so mi, v bistvu pol so mi dali letalsko karto in ta oficir mi je tudi na koncu dal denar, ki je ostal od tega. Jaz sem rekel, ne. Jaz sem rekel, jaz ne smem jemati denarja, ker sem popotnik miru in moje pravilo je, da ne operiram z denarjem. Je rekel, in moje pravilo je, da ne smem vzeti tega denarja, ko me bodo zaprli. In potem sem se kregala tam na letališču ene 15 minut in na koncu mi je potisnil ti denar v roke. Je rekel, ne me spravljati v probleme. To je tvoj problem zdaj, ta denar. Ja. In tako sem imel tam zraven $100, ne vem. In tam sem si jaz kupil karto za Santano. Sem v bistvu prišel takrat v Mehiko, v Mexico City in sem direktno prišel na koncert Santane in sem lahko prišel noter. Evo, zato je bil ta. Ja. Tako sem spoznal pol Tanjo in Lariso in to native. Ja, hudo, evo, vse sem vedel po researchu Matej Sedmak, da tole ne bo kratka zadeva in pelil si me na Japonsko, Mehiko, svašta. Vesel sem, da si mi to povedal v jeziku in načinu, kako ga učite. Mi bomo tukaj od spodaj dali v opis epizode linke do spletne strani, do česarkoli boš ti rekel, da bi dal. Ja. Da si folk lahko malo več pogledal v tvojem delu, pa če bi se kdo nov jezik naučil, da ve, kje te najdete. Super. Jaz se ti bom pa zahvalil za tvojo družbo, pa čas. Hvala. Bi te pa še eno stvar vprašal, čisto ko je prišel zdaj. Ja. Spontano. Iz vseh potovanj, iz vsega, kar si dal čez, če bi zdaj vedel, da boš jutro umrl in vse preden greš, je, da lahko eno lekcijo, ki si jo iz vsega tega svojega življenja do zdaj naučil, predaš nam, ki vstajamo, kaj bi rekel? Sledi multilingvizmu in sledi temu, da priješ v multilingvistično nebesa. Ko ti govoriš več kot 5 jezikov ali pa več, do točke, da lahko se spoprijateljiš z ljudmi iz teh različnih kultur, to je najlepše življenje, ki ga lahko imaš. Življenje, ki ga jaz živim, in sem ga živel do zdaj, zaradi jezikov in zaradi vseh teh različnih ljudi in kultur, je nekaj, kar ne bi želel zamenjati za nič drugega na svetu. In potem ustvari nekaj v življenju, kar ti res verjameš, da bo naredil spremembo drugim. In potem računaj dovolj denarja za to, da lahko iz tega razviješ organizacijo. In potem ohrani sam tisti denar, skozi katerega si naredi razliko. In tisti denar, skozi katerega nisi naredi razlike, ali ga vrni, ali pa ljudem daj nekaj drugega v zameno. In sledi temu, da postaneš milijonar v takem aspektu. Da ustvariš ful denarja, ki je prišel skozi to, da si nekomu dodal neko vrednost, ki jo ne bi mogel dobiti brez tebe in jo ne bi mogel dobiti za tak denar in za tak čas. In razvijaj svoje možgane iz jezika v jezik in ustvari prijateljstva iz različnih kultur. In si dovoli občutiti nebesa na zemlji, na način skozi povezanost z drugimi ljudmi in skozi razvoj najtežje veščine, ki lahko imaš. To je ta, da govoriš druge jezike. Hvala ti.